Dame in gospodje, v mojem najnovejšem podkastu se je pa znašel človek, ki ga lahko mirne duše in z vso polno odgovornostjo opišem z besedo legenda. Glasbena legenda, popkulturna legenda, človek, ki je tako ali drugače krojil slovensko pop glasbo vse tja od 80-ih let naprej. Človek, ki je zamenjal več skupin kot katerikoli slovenski pevec ever. Človek, ki se je v isto skupino 10-krat vrnil in jo potem zapustil. Človek, ki je bil najprej orjaška zvezda v vseh teh skupinah, potem pa skorajda enaka ali še znatno večja zvezda v samostojni karieri. V svojem življenju je doživel nešteto vzponov in padcev z enega človeka skoraj preveč, ampak je vedno znova dokazal, da je kot ptič Feniks, ki ostane iz pepela. V živo iz njegovega čudovitega doma na tajni lokaciji, dame in gospodje, je z mano fenomenalni, izjemni, še vedno talentirani, še vedno zelo čedni, moram biti iskren, Miran fucking Rudan. Miran, lepo zdrav, dobrodošel v moj podcast. Lepo. Sem se kaj zmotil v tem silnem uvodu. A te kušnem zdaj ali te pol, vem, da ti bom dolžen tudi, ker narjava je bila fenomenalna, tako da bom rekel, skoraj se me spravil v solze. Kaj še lepo? Glede na to, da te poznam praktično že odprej, vem, da tako znaš narediti zaradi tega, ker v končni fazi ta glavni si ti tukaj. Jaz sem tukaj danes samo tvoj gost. Veš, zakaj sem jaz v bistvu glavni? Sem razmišljal prej. Tvoj sin je moj velik fan. Niko je. In jaz pridem k tebi na obisk in jaz dam avtogram potem tvojem sinu, kar je velika stvar. In pa po sliku si se tako že začel. In takrat vidiš, da si res zvezda, če ti to uspe. Res je. Ja. In prvoščem ti verjamem. Hvala lepa. Miran, predno bova se sprehodila skozi tvojo bogato in pestro kariero pa življenjsko zgodbo, bomo šla na aktualno in ta hip zelo vročo stvar, ki se ji reče nastopi z Viljem Resnikom. Okay. So že bili in še bodo zaradi nenormalnega odziva. In da ti meni povej za to, ali sta vidva rabila denar, ali sta vidva nenadoma postala najboljša prijatelja, ali so te fame zelo glasne, da sta skregana bile narejene umetno, tako med Schwarzeneggerom pa Stallonom, ko sta zdaj huda frenda, ali sta na stara leta ugotovila, da je bolje, da sta skupaj. Kaj je zgodba tega, ker ko smo vas videli na tej vdaji v petek zvečer, ko sta, mislim, da zapela prvič skupaj, se je Slovenija stresla. Kako sta prišla zdaj na idejo, da sta kar naenkrat best friends? Moram reči, da dejansko v bistvu, bom rekel, posel je naredil tisto, kar tudi naredi neko nasprotje med ljudmi, to pomeni dva podobna. Jaz ne bom rekel, da so medva ista pevca, niti približen, ampak nekako band, ki je pa trajal, ta band še danes traja praktično. Ampak mogoče glavne stvari pri tem bandu smo glih bila medva, ampak tukaj bom rekel, res, da je tudi sama konkurenca naredi potem neke dodatne stvari, to pomeni tudi pride do prepirov pa do vsega tega. In mogoče sva medva nekako se rukala glih v enem času, mogoče ali njegove zmage, pa mojega poraza, ali pa kmalu praktično obratno. In enostavno bila sva skregana, ne rečem praktično, ampak to je kdo je kriv? Kdo je res kriv? Jaz vem, pa ni. Verjetno je. Tudi jaz nikoli dejansko ni. Vili, povej. Ni. Vili sem še zdavnje rekel praktično, mogoče so tisti trenutki bili tudi totalno brezvezni, res so se grdo gledali, ampak bolj kot izvajalca iz istega benda, pa mogoče tudi v tistem času, ko je jači taj tlači po domače povedano. Ampak da pa vse prišlo do tega, mislim, da že davno prej, naprimer, so ponujali, pa dejta nekaj narediti, pa dejta, pa to. Jaz bom rekel, v zadnjih 5, 6, 7, 10 letih sem kar dokaj aktiven tudi za svojo glasbo, tudi z glasbo Pop Design, kateri sem tudi jaz in gospod Vlašič, sva avtorja. Vili tudi na drugi strani, nekako prišla je ponudba od gospoda Blaža Švaba. Blaža Švaba je to? Za petek zvečer. On je krivec vsega tega. On je kriv, da sta vidva dejansko zakopala bajno sekiro. Točno, ne bom nikoli tistega dneva
Blaž, pozabo. pizda ti materna. Ne, To je bila dobra zgodba. Blaž, to je bila dobra zgodba. Zelo ne. dobra zgodba. Tako da bom rekel, on je dobesedno človek, ki nas je pripeljal na tak način skup, potem pa kar je sledilo do dan danes, pa normalno določene firme urejajo, delajo te velike koncerte. Enostavno sama dva kot posameznika sva tudi izredno močna izvajalca, kar se tega tiče, ampak v skupni, bom rekel, kot v skupini Rudan Resnik šov, bom pa rekel, je pa res nekaj posebnega in to, kar se dogaja, pa dogajalo se bo nekje do sredine ali pa v bistvu do poletja. Zelo hiter razprodava te koncerte in ljudje, ki pridejo na te koncerte, so izredno zadovoljni, pa ampak ni samo to publika, ki bi to gledali za nazaj. Dejansko v bistvu moj cel period 40 let, praktično od debelih deklic pa do Medene, če jo smem omeniti, naprimer, je res ena dolga zgodba, to pomeni, da res prihajajo ljudje, naprimer pa publika od 17-18 pa mogoče tudi do 100, zadnjič je prišla, bom rekel, Ljubljana gospa, naprimer, nisem jo vprašal za leta, ampak bom rekel, da rekla je, da sem bil jaz takrat še ful mulec, da ona dejansko v bistvu je bila pa že prvič ločena, naprimer, ne, in fenomenalno, da človek, pa sem pa jaz rekel, dobro, kaj vam je pa všeč, pa mi je povedala vse te nove komade in zraven potem na koncu, mi je pa všeč tudi to, kar to je bilo pred leti, ampak to, kar je bilo pred leti, to danes ni več, vi pa dejansko v bistvu delate na to, da ste zanimivi tudi do Ker veš, ne, moram pohvaliti, ne, da ti nisi nikoli v celotni svoji karieri zaspal na lovorikah. Ne. To je meni všeč pri tebi, da ti si konstantno delal in točno zato, ko si zdaj omenil ta generacijsko zgodbo, ti imaš aktualne hite, imaš stare hite, imaš srednje hite, razumeš, ne? In ti ne moreš reči, da so tvoji božvalči zaznani umrli, ker vedno novi prihajajo. Ne? Tako da je tudi zato super. Ne? Ja, zaradi tega neverjetnega, bom rekel, načina tudi mojega dela do njih, naprimer. Nikoli, mogoče, čas, Laurin čas, naprimer, takrat med po 10 letih, naprimer, garanja, najbolj prodano ploščo v Sloveniji, to je bila, jaz rečem, Laurina plošča, drugače je bila pa to plošča V srce, Naj vino, vse zaradi nje. 98, tako, 98 leta, takrat se je zgodila moja čudežna, bom rekel, prometna nesreča. Po eni strani je prav, da se je zgodila, zaradi tega do tistega momenta pa Miran Rudan res ni bil več Miran Rudan takšen, kot je bil malo pred tem, pred tem in malo kasneje, ampak glede na to, da bomo to še omenila, bom rekel, da nekako od tistega momenta dalje, ampak zgodba je res dolga. Glede na to, da je ta plošča stara praktično 26 let, kaj je bilo treba vse skupaj narediti, plus to, da poškodba glave ni bila glih jaz bom rekel, malo večji prehlad, če lahko temu rečem, ampak je bila kar huda zadeva, učiti se brati na novo, učiti se pisati. Malo sem, bom rekel, na marsikatero stvar, bom rekel, tudi danes. Ful bi se rad nazaj naučil, pa sem dobro obvladal angleščino, ampak poškodba sama je naredila en bum v glavi noter in je to vse skupaj dobesedno pobegnilo, Bog se ga ved kam, tako da za vsako zadevo, tudi da danes lahko debatiramo na tak način, imel sem problema z govorom, po moje 15 let, 16, 17, zadnjih 5 let dejansko je to ful dobro. To pomeni tudi same melodije v glavi, teksti, kompletno. Jaz dosti, kar dejansko v bistvu sem rekel, ne, nabavil si bom 2 ta velika ekrana, tako kot imamo včasih, da ti kaže repertoar, kako boš igral naprej, pa kjeri komadi so, da si bom za nalašč dal tekste noter, ker če jih imam nekje, pa da vem, da sem bolj siguren, ampak to je v glavi noter. Za backup. Prehuda poškodba glave in to sem se mogel vse skupaj naučiti. Ker prej sem za Nito tvojo govoril, ko ti nisi ugotovil, ne, vedo, in je rekla, da glede seksa pa ne pešaš. Ne. Tudi pa ta poškodba ni pustila posledic, zato sem zelo vesel. V bistvu tukaj je plus, bravo. Tako, hujša, ko je bila nesreča, bolj si dober. Točno tako. To je to. Miran, zdaj pa predno bova potem na to nesrečo seveda se prišla, pa dajmo se sprehoditi, če se seveda ti to vse spominjaš, bom zdaj preveril tvoj spomin, ne, okay. Daleč nazaj, ne, ko si se ti rodil. In mi je fascinantno, da si se ti v Zagrebu rodil. Ne? Ja. Kako je, zdaj vprašal, kako je do tega prišlo, da si se v Zagrebu rodil, ampak kako dobesedno, ja, je to v Zagrebu bilo, pa mislim, da si šel v Slovenijo v Krško, ne? Kak je bilo? V bistvu moja mama je Krčanka, cela familija Rudan so Krčani. Krčani se reče. Točno tako, Krčani se reče. Ampak bom rekel, da mesto Krško se razdeli na levi breg pa desni breg. Ampak zdaj vam bom povedal tudi, ampak počem boš vprašal, kdo so Dolenci, pa kdo so, bom rekel, Štajerci. No, jaz sem z mamo živel od mojega, bom rekel, enega 5, 6 leta, mogoče
pred prvim razredom osnovne šole sem se preselil na levi breg, to pomeni, da sem Štajerec, naprimer, ne? Ampak ni to nič narobe. Drugač pa kompletna cela zadeva družine Rudan izhaja iz mesta Krškega. To pomeni, ampak normalno, mama je imela, bilo je 7 sester, pa brat, to je gospod Albin Rudan. Drugega brata je bil pa ubit v drugi svetovni vojni v Ormožu. Zdaj ne bom omenil vse tete, ampak živeča je samo še moja mama, Slavica. In takrat je najmlajša sestra je bila, oženila se je z doktorjem. Tisti doktor pa je bil takrat na praksi v Zagrebu. Krško Zagreb, moram za tiste, ki tega ne poznajo, je, mislim, da je razlika samo 40 km, malo več, par kilometrov, kot je Novo mesto. To pomeni, mama je imela na izbiro, ali gre roditi v Novo mesto, v Brežici takrat še ni bilo porodnišnice, ali pa gre v Zagreb za svoje sestre. Odločila se, da gre dolje. Moram tudi reči, da prošlo, naprimer, kdo si pa ne bi želel hrvaško državljanstvo, tudi zraven slovenskega, ga nisem dobil zaradi enega preprostega razloga, nimam nobenega od žlahte, ki bi bil dobesedno Hrvat, čeprav pa povsem poiskovanju, naprimer, ali pa iskali smo, naprimer, že stric Albin, Kleren je tisto dal se, je to na, bom rekel, velik način probo ugotoviti, odkot ta priimek Rudan. Nekako v originalu ta priimek Rudan je hrvaški priimek. To pomeni, da kar neki dosti, ali pa bom rekel, dokaj dosti ljudi s tem priimkom je Hrvatov. Pravijo pa tudi, da blizu Šibenika, ena vasica se dobesedno kliče, pa tudi ogromno priimka Rudan. Tej vasici se pa reče Rudani. Tako da verjetno, da je to, nisem raziskal to, ne? Tako nisem naprej raziskal. Ti, kaj pa, če smem vprašati, no, ne vem, mi bo zameril, ne, kaj pa oče tvoj, tega pa ne omenjaš rad, ne? Mojega očeta dejansko, če ti zdaj povem, da bi mogel iti prav papirje iskati, nekako pri moji mami, moja mama je bila vedno meni in oče in mama. Verjetno, da nisem jo, po pravici povedano, naprimer, moja mama bo imela letos 93 let. Nikoli nisem vprašal, zakaj mama nikoli nisi dejansko v bistvu omenila očeta in tako. Familija Rudan je bila dokaj, bom rekel, močna familija, tudi kot družina, naprimer, in sestre in stric, naprimer, ne. A, kaj ti se ne pišeš po očetu Rudan? Ne. Rudan je ta originalni mamin primek in vse te sestre in aha. Točno tako. Mama ni nikoli se tudi praktično oženila, ampak enostavno v času, kadar dejansko v bistvu mama, sta se žonali, skregala, bog si ga ved kaj, z mamo nisva nikoli v življenju res o tem debatirala. Ni zanimalo? Ne, nikoli me ni zanimalo. Ne, zaradi tega, ker sem bil vzgojen čisto drugače. Moja mama je bila meni in oče in mama. Medtem za mamo dejansko v bistvu tudi moj odhod iz Krškega, naprimer. Normalno, da ti je hudo zaradi tega, ampak sem pa edinček, ne, nimam niti sestre, niti brata. Nisem razvajen. So pa, bom rekel, cela familija je na mene gledalo res kot wow. To pomeni, vsakeč, kadar so šli oni na morje, je šel tudi Rudan na morje, vsakeč, kadar so šli smučati, je šel tudi Rudan smučati. In normalno, da je bila, bom rekel, druščina, ta cela druščina, naprimer, glede na to, da so se sestra se preselila v Maribor, druga sestra od mame se preselila v Ljubljano. Vse te zadeve imam jaz še danes, če bi šla, naprimer, od začetka pa do konca v filmu, tega nisem mogel vsega razložiti, ampak bi lahko lepo pokazal, kje je živela teta v Mariboru, kaj sem spoznal v Mariboru, kako je bilo v Ljubljani praktično, ne? Tudi v Krškem samem so ostale 2 sestre in enostavno bom rekel, res navadil sem se iz tistega časa, tako da tudi bom rekel, pojma nimam, niti nisem nikoli, vem samo, da imam pol sestro in pol brata, ba je prav Krško, ampak bilo je na enem koncertu blizu Krškega, ki so mi tudi, mislim, da je sestra mi rekla, ampak to je bilo mogoče pred Lavrinim časom, da bo sigurno 30 let nazaj, da mi je omenila, ampak mene to dejansko v bistvu ni galno, zaradi tega, ker kadar s človekom ne živiš, enostavno bom rekel, te zanima samo to in to, tako da... Zdaj pa, gledam, to si rekel, da je imela mama toliko sester in to, ne? In ti že kot otrok si imel verjetno te svoje dolge, lepe, skravžljane laske, pa si bil kot angelček, so te po moje razvajali sem, pa tja, pa po tete roke, pa une roke, pa tete noge, pa moj Miran. Je bilo tako, se spomnim svojega otroštva, da so te imele vse te ženske rade, no? V bistvu res je. Bil sem edinček praktično z mamine strani. Pa si imel dolge lase takrat? Zelo nehitro. Bom rekel, taki dokaj svoj glav človek, ampak nikoli
izven tistega, bom rekel, zakona, dokjer lahko, pa kjer ne preko tega, naprimer, kjer lahko, da greš v neki drugega. In enostavno bom rekel, Krško je bilo meni izredno prijetno mesto takrat zaradi enega preprostega razloga. In tista druščina, in tisti čas, ki je bil takrat nasproti proge, ali pa tam, kjer sem z mamo živela v tistem bloku, ampak ne boš verjel, je bil ogromen bazen od Celulozarja. Celulozar je bila dokaj, bom rekel, kar velik klub, kar se tiče plavalcev, mislim, da tudi marsikjer državnih prvakov takrat, in to je bilo vse na račun Celuloze Krško, naprimer. Jaz bom rekel, sobota, nedeljo je bilo več kot pol Zagreba na teh bazenih, kadar je bilo to ogromno. Tisto se je počasi vse skupaj potem podiralo zaradi tega, ker je zrasla tovarna še malo dlje, tako da se ni dala več zadržati, ampak jaz se spomnim še zmeraj tiste čase, da tam marsikoga si lahko spoznal, verjetno tudi med popularnimi Zagrebčanimi takrat, ki so hodili praktično na te bazene. Spomniš jih kaj? Ne spomnim se na njih. Ne, ker sem bil jaz takrat še prevelik mulac, naprimer. Ivo Robič bi verjetno takrat lahko hodil. Po mojem Oliver Dragojević, ne vem. In Mišo Kovač, Tereza Kesovi. Čisto lahko. Bil je res zanimiv, to Krško je res bilo izredno zanimivo zaradi vsega tega, ampak govorim, da se je to pisalo leto 80. Ti kaj pa ta tvoj stric, ne, če smo že pri tem mladosti, Albin, ne, ki je seveda, mislim, da je eden največjih velemojstrov klarineta v Sloveniji, verjetno tudi širše je igral, ne vem, 40 ali 50 let z Ramavsenikov. Sta imela kaj stikov, sta se družila, ti je on dejansko mogoče zakrivil tvojo glasbeno kariero ali ne? Ne, on nikoli. V bistvu Rudan je bila že cel cvet, naprimer, stric je bil izredno popularen takrat kot Rudan, in to Rudan Albin, naprimer, takrat še nisem tega mogel dojeti, zaradi tega, ker kako če človek lahko to pri 5, 6, 7, 8 letih razlagati, naprimer, bom na hitro povedal, da nekako en tak velik družinski praznik, ki je bil 1. november, naprimer, ampak 1. november, bom rekel, sožalje moje, naprimer, je dan mrtvih. In mi smo se takrat zbirali, da smo šli potem na grob, naprimer od starega očeta in potem babice, in stric je prišel zmeraj z enim avtom novim za zlored, naprimer. Ne? Takrat vemo, kdo so Avseniki bili, takrat vemo, kdo so danes, naprimer, on je bil član te skupine. In enostavno bom rekel, nekako sva bila povezana, mogoče glih zaradi tega, zaradi te strani, da sem se z glasbo začel ukvarjati dokaj hitro, kot samostojno, naprimer. Ne? Ni bil pa to neki stričeva želja, da bi pa dejansko v bistvu on mi glih v vsem tem pomagal, pa ne vem kako. Razen tega, da bil sem na parih njegovih koncertih, še skupino Avseniki, bil je München, mislim, da je bila še kakšna malo več, ampak München se zelo dobro spomnim. Mogoče sem imel takrat 13-14 let in to mi je bilo, bom rekel, že tista sama vožnja, prijeti v München. Nisem mogel prej verjeti, da oni lahko nafulejo tiste velike dvorane, ampak to ne enkrat. Mislim, da je bilo v tistem tednu 5 nastopov, totalno nabitih, ampak zelo ne znam reči, kakšna količina ljudi, jaz bi rekel 10,000 ljudi, 100% naprimer. Ne? In kaj je tudi on mogel za vse skupaj to narediti, da je ta stvar izredno laufala na tak način. Grem jaz sam pogledat, Miran, če se štima, veš, ker imaš prelepo govoriš, da bi kaj zajebala midva. Prelepo govoriš, da bi bilo škoda ta zgodovinski del izgubiti, vse štima. Drugače pa, Miran, zdaj, če skočimo pa midva na začetek tvoje te glasbene poti, to me popravi, če se motim, ena dobra anekdota, pa pustimo te tvoje srednješolske skupine, ampak ta audicija za skupino Moulin Rouge, ne? Mislim, da je Goran Šarac bil tudi takrat zraven, pa Miki Šarac, njegov brat, ne? In ti naj bi na audiciji premagal danes kontroverznega in zelo glasnega Arturja Šterna, ki ti to še zdaj ni odpustil. Je to res? Ali so to klevete? Ne, niso klevete. To se dejansko takrat, medva se takrat tudi niso spoznala, ampak to je bil en vikend v letih 84. Nekako jaz sem se odločil, da grem na to, niti ne vem, kako sem to zvedel, da je sploh audicija. Skupina mi je bila pa dobra zaradi tega, ker je imela neko drugačno muziko, v kateri dejansko v bistvu, bom rekel, meni je bil že takrat ta dance muzika, glede na to, da sem preživljal ti svoj čas od 80 do 90, poznamo takrat Kadža, Gugu, Limal, potem Duran, naprimer. Ne? In nekako mi je bila pri srcu ta muzika, zaradi tega sem se tudi, bom rekel, odločil, da grem na to audicijo, zmagal sem na tisti audiciji in gospoda Šterna premagal, ampak jaz sem to zvedel šele, bom rekel, takrat, ko je on začel s to popularnostjo in s tem
kar on pač dela. Ja. Ampak nikoli se pa nisva medva, dobesedno, bila sva povabljena, on je bil povabljen, takrat je Miša Mog vodila to oddajo, to je bil tudi, bom rekel, mogoče Laurin čas, tisti moj najbolj popularen čas, in nekako kot presenečenje je mene pokazala njemu. Mislim, da takrat nimam jaz nekega spomina. Se nisi bal, da bi ne gobec, se nisi bal? Ni bil, bom rekel, dostikrat je bil to, bom rekel, samo ena zgodba, naprimer, koliko smo ljudje tudi iz moje strani agresija, pa to, ampak nikoli ni bilo nič kaj takega. Vedno smo se lahko na pameten način, ampak mogoče žal mi je enostavno, da se nisva kdaj usedla, pa mogoče res pogovarjali o tem, kako se je on dejansko v bistvu. Se pravi, to nista razčistila dejansko 1 na 1 nikoli? Nikoli. Vem pa, da je v parih izjavah tudi tisto, kar je imel intervju, da je pa rekel, da si mu kariero zjebal. Da ne gre v klinec. Da si mu zjebal kariero. Tisto, kar si on tudi želel. Zdaj pa vem, da tu pri Moulin Rouge si bil zelo kratek čas, ne? Vem, da si pel, plesal, Miki Šarac je s tabo skakal okrog, če se motim video spot, kaj mi plešemo, če se ne motim, en komad, ki me je spomnil na ta breakdance sceno, veš, mi je zelo dober komad. Prej sem omenil, da dejansko v bistvu takratna muzika je bila totalno drugačna. Moulin Rouge in Matjaž Kosi, ki je vse skupaj dejansko v bistvu to stvar delal, ampak bodimo prepričani. Miki Šarac je bil takrat izredno talentiran, praktično tudi možakar, naprimer, in oni so se, mislim, tudi ne vem, kaj je bil njihov vzrok, naprimer, da je šel tretji pevec dobesedno proč, da so oni iskali mene, ampak zgodilo se to, ker sem prišel v Moulin Rouge, je bil pa nekako blizu razpad skupina Randevu, pa skupina v tistem času, ki je lomila vse pred seboj, naprimer, ne. Celo jaz osebno mislim, da bi mogli zmagati takrat Eurovizijo za one šeri, ampak enostavno neka, bom rekel, sfere od šefa, pa potem mogoče od Wolfa ali pod vseh ostalih členov, bom rekel, so se dobesedno razblinile malo levo, malo desno in ni bilo več razumevanja, kaj bo delo Randevu, kako bo delo bil pa v tistem času Randevu, mislim, da tudi v Jugoslaviji, ena najbolj popularnih skupin. Nekako in mladi Šarac in starejši Šarac sta nekako videla v meni res nekega talenta, ki pa mogoče bi znal zrušiti, naprimer, ali pa zamenjava za Wolfanda Wolfa bi bilo lahko, bom rekel, mali kašelj. Ampak recimo, ko so te poklicali, ne, ko si dobil to šanso, da ti dejansko stopiš v Wolfove čele, ker bom jaz skrila, Wolf je bil takrat orjaška zvezda, orjaški seks simbol, vem, on je kresno še tis, kar noben drug ni je kresno on. To vem, ne. Zdaj in potem Miro Čekeli, seveda šef benda je bil, ne, poprav me, če sem se zmotil, ne, ali te je on poklical, ali kdo, poglavnem, in ti rekli, čuj, Miran, ne se dobro spomnim tega. Pridi ti, to bi zdaj objasni, pa kaj je takrat šlo v tvojo glavo, čakaj malo, če je bila audicija narejena nekje v mesecu aprilu, mislim, da si mogel na audicijo, si mogel iti? V bistvu audicija je bila, koga bojo oni izbrali in koga bojo oni pripeljali kot tretjega člana v skupino Moulin Rouge, naprimer, ne. Glede na to, da je bil Miki Šarac tudi tisti dan, Gorana se ne morem spomniti v spominu, ali je bil on takrat na tem, ali ni bil, ampak enostavno hitro so govorice na dan prišle, da je nekdo prišel iz Krškega, pa je zelo talentiran, pa izredno dobro izgleda tudi in enostavno mislim, da kmalu, mislim, da smo mi eno mini turnejo z Moulin Rougeom naredili Poreč, pa da je bila Piran, takrat ena diskoteka v središču mesta. Še zdaj se spomnim tudi, če grem zdaj v Piran, se izredno dobro spomnim tudi, kje je stala ta diskoteka. Pol se je pa kmalu zgodilo, jaz sem pa takrat delal v trgovini, glede na to, da sem jaz šolom delal za štipendijo Elektrotehne. Elektrotehna je bila takrat res firma in nekako lepo možnost sem imel, da so me zaposlili v Ljubljani v trgovini z glasbili na Wolfovi 4. Wolf, vidiš? Tako, bravo, evo ga je celo tako, bravo, tega nisem pa nikoli tudi jaz razmišljal. Na kar en dan pride gospod Miro Čekeliš, veliki Miro Čekeliš, takrat. Da te zmotim, ne, on Viagro uporablja na polno zdaj. A res, katastrofa, ga bo pobralo. Ne stojimo več, pobralo. Pa tak imam probleme s srcem, ne. Vem, pobralo ga bo, 100%. No, ampak gremo naprej. Miro je enostavno prišel v trgovino, jaz normalno, da sem vedel, kdo je prišel, bil sem malo, bom rekel, me šok zagrabil in enostavno tisti večer je on rekel, ker boš pa danes končal, te bom pa počakal in greva v studio Tivoli. Jaz sem mislil, da bom skrb padel, glede na to, da takrat, naprimer za enega glasbenika, ki je bil star 18-19 let, ali pa v bistvu človeka takšen, kot sem bil jaz, je bilo to, so bile sanje, da to je bil loto, bom rekel, hujši, ker pa dejansko v bistvu, da jutri dobim res untavelek loto, naprimer na loto. In enostavno medva sva šla,
in takrat sem prvič slišal tudi to skladbo Debela deklica in celo A je že bilo naštimano? V bistvu bila je naštimana zaradi tega, ker Miro takrat v tistem času so se te plošče delale na drugačen način. Te plošče so se delale enkrat letno. Miro je imel izredno dobro ekipo, ki pa niso bili Slovenci, razen Acota, razbornika, pokojnega, Đorđe Noković. Nokovićev oče, da ne govorim Borisa. tako od Borisa, ampak da ne govorim cela klapa. Mi smo dostikrat praktično, ko smo delali te komade, smo z Mirotom hodila v Zagreb, da smo se pogovarjali, ker nam je pokazal to pa to. In tudi Đorđe je bil izredno zadovoljen z mano, jaz pa kot mulac vedno hočeš več. Meni se zdi takrat v tistem času, tudi če zdaj poslušam ploščo od Debele deklice, ja, ampak ne tisto, kar sem hotel biti, naprimer. Jaz po duši dejansko sem še dan danes dokaj agresivnež, kar se tiče muzika, da ne boš zdaj slučajno drugače razmišljal, ampak muzika me je bolj vodila nekam v rock, ampak ne tipični rock, naprimer neko nažiganje. Randevu je bila zabavna scena. Tako, a v bistvu, ko sem prišel v studio, sem pa mogel peti Debela deklica. Bom rekel, meni še zmeram po 40 letih ena najlepših iz tiste ploče, v tišini čas mineva. In bom rekel, vse to, da se je to meni zgodilo, takrat sem jih imel 19 let, nadaljeval z njimi potem naslednjo leto takoj z pločo. 3 plošče ste. Tako, Zelena je moja dolina in potem še ena Šoping in Graz. Potem pa enostavno sem jaz sam videl, da je konec vsega tega, No, da to mi povej. nekaj poiskati. To mi povej, kako je možno, ne, da si ti tu Randevu, ali čekali zdaj je bo to, Ne, ali ni ono. kaj te je matralo, zakaj si šel? Ne Šla vem. muska na živce, muska te je začela Mogoče, obremenjevati. kadar si takšen kot jaz, potem tudi vedno gledaš neke nove poti, kaj in kako boš, glede na to, da delaš. Veš, da si lahko talentiran, ampak tudi mogoče takrat sem razmišljal, če nimaš ekipo ta pravo, ki stoji ob tebi, ti si res tista pika na igor, naprimer, ne? Ampak tudi če bi bil ne vem kako dober, naprimer šlager, da bi sam delal kompletno in muziko in tekste, ne moreš se ti najti, ker rabiš dobrega aranžera, rabiš dober studio. To v tistem času je koštalo to, da je to... Ljudje si niso mogli privoščiti studija Tivolija, naprimer, in mogoče drugega velikega studija, ki je bil v Ljubljani, pa takrat v Jugoslaviji. In enostavno vedel sem, da je ta pravi čas, ampak moramo tudi te vedeti. Kadar ti spoznaš, naprimer, da je največji hit v tistem času, pa tudi ena najbolj prodajanih plošč v takratni Jugoslaviji, govorimo kot Slovenci, to je bila Debela deklica, moraš kmalu vedeti, da tudi naslednja, ti si misliš, da bo, ampak je bilo že polovico manj. Veš, Michael Jackson, Thriller, Bad, ne? Točno tako. In tisti, kjer je v tistem času, so bile ful v modi te plošče in te kasete praktično. Če takrat nisi bil zverinsko dober, je bil tisti prodaja, naprimer, je to padla iz 130 000 na 75 000, ampak to se je tudi poznalo, naprimer, pri sami denarju in kompletno pri samem dobičku, naprimer, ne. Res so bili totalno drugačni časi, zaradi tega sem po tvojem vprašanju, zdaj odgovarjam na tvoje vprašanje, kako da sem šel, mislim, da mi je glava sama takrat dobro naredila, da sem rekel, nekaj poišči si novega, nisem niti približno razmišljal o solistični karieri, ampak enostavno spoznal sem malo prej, glede na to, da nas je Tone ozvočeval parkrat, vedel sem, da obstaja band, ki ga ima Tone, to je Pop Design, da so oni že delovali in nekako Tonetova in moje prijateljstvo sva takrat nekako združila in začela praktično po mojem odhodu iz Randevuja z Pop Designom. Ampak recimo, ko nekdo gre, ne, si se obremenjeval s tem, mi bojo zamerili, le z Moulin Rouge sem šel, zdaj grem tu ven, kaj mi bojo rekli, kak jim bom to povedal, bojo razumeli, so že malo razmišljali, da bom mogoče šel, ali si šokiral jih vedno znova, recimo, ko si šel, te dve prve, govorim, Moulin Rouge pa Randevu, ali si mislil, le, rekel bom, pa če me bo ubil, jaz grem. V bistvu skoraj tako izgledalo. Ja. Skoraj tako izgledalo, glede na to, da sem bil največji zločinec iz strani Mirota Čekeliša. Miro Čekeliš ni imel takrat zamenjave več za mene. Jaz pa mogoče ne vem, kako bi temu rekel, samega sebe, v končni pa poln samega sebe, pa ne iz nekega vidika, češ se pa jaz sem najboljši na uno tretjo. Vem zgodbo, ki se je vrtela tam okrog. To je bila drama takšna, naprimer Rudan gre ven iz tega benda, ne jebe 5 posto, pardon na besedi, ampak
enostavno, bom rekel, šel sem ven, ampak tudi zdaj, vse vse, ko ti odgovarjam, išče malo spomin, kaj je bil tisti glavni vzrok, ampak verjetno, drive, ne? tako, tisti drive, ampak enostavno lev sem po horoskopu, vedno, kadar vidim, vse sem se tudi zafrknil, kdaj v življenju ne rečem, ali pa dosti, kad sem se zafrknil, da sem rekel, ne, ta prav čas je, moram to narediti. Takrat ni bil mogoče glih najbolj prav čas za mene, pa glede na to, da sem se marsikaj v 3-4 letih naučil za Mirotom Čekelišem, sem to tudi ful dobro uporabil že takoj z Tonetom Košmerlom v skupini Pop Design. Skupina Pop Design do mojega prihoda so bili hotelski band, no name. In v tistem trenutku smo naredili iz tega benda res tisto, kar si je verjetno tudi Tone želel, pa tudi jaz, da mi je še enkrat ratalo z eno skupino, v kateri nas je bilo že spet 5, vse pa to ganc na nov način, že spet nekako. No in zdaj pa si ti predstavljaš, to pa razmišljam ne samo v slovenskem merilu, razmišljam širše, kateri pevec ne da je šel solo, ampak da je šel iz ene skupine, ki je bila mega popularna, v drugo skupino, ki je potem postala enako ali še bolj popularna od prejšnje. To pa je unikum. Se spomniš mogoče kakega takega primera, pa vse glasbenike pogleda. Ne, niti vse. Komu je to ratalo? Ne, nobenemu. No, koliko je pa to mogoče? To si očitno ti res bil, ne vem, če se ti zavedaš, brez lažne skromnosti, Mira, ne? To moramo mi pa vedeti. Vem, ampak ti si bil res takrat superstar. Super zvezda. Ja, ne? Ampak jaz tega nisem gledal na tak način, kot ljudje so gledali. Ja. Zaradi tega, ker nekako sem rojen, bom rekel, v eni vasici, prišel sem čisto kot normalen človek, želel sem si to od svojega 12-13 leta, to nenormalno, naprimer, ne? In prideš pri 19 letih v najboljši studio, v najboljši band, imaš 3 plošče praktično in potem ti uspe po 4-5 letih z Pop Designom že spet en velik vzpon vsega tega, ampak verjetno, da tudi v tistem času sem jaz drugače gledal na sebe, to pomeni, verjetno, da je bilo 70%, vse to sem pa jaz naredil, vse to pa meni lahko rata, zaradi tega, ker izven tega ne moreš jet. In nekako vse to je pripeljalo tudi mogoče do tega, da smo se pa jaz pa Tone Košmerl kmalu oddaljili. To pa moje naslednje vprašanje. No, kaj pri Milen Kurcu, pazi, ne, se je pa zgodilo potem s tabo, ne, razumeš, da si pa ti dobil idejo, zdaj se pa vsi jebite, zdaj sem pa jaz taka zvezda, da grem pa solo. Ampak učna ura, Wolf, ko je šel ven iz Randevuja, je zelo padel. Res, da tista plošča, ne laži mi, dobra plošča. Ampak dejansko v bistvu je bil sam. Ampak ni naredil zgodbe takšne, kot si je želel, pa je bil orjaška zvezda. Kaj si ti razmišljal pri milem Bogu, Miran, da si, mislim, da po eni plošči si zapustil Pop Design in ne samo to, sol na rano ti je pol prilil še najin prijatelj Vili Resnik, ki je pa tudi postal orjaška zvezda in naredil svojo zgodbo in ti si rekel, pa kva si jaz naredil. Ali si rekel, nikoli nisem žal, ko si videl, kaj Resnik dela potem tam. Kadar vidiš, da dejansko v bistvu ne moreš več člani, za ekipo celo, kaj se je zgodilo? To pomeni, oni proti meni, bom rekel, vedno je bil en očitek, vse to dejansko v bistvu ne moramo mi biti rudan, ker v bistvu vedno se je pokazalo pri nekih določeni muski, so v končni fazi, tu so odrudane stvari, naprimer, ne? In meni dobesedno to tudi ni bilo všeč, ker sem ipak človek, ki pa rad delam za celo skupino, naprimer, ne? To so bili očitki tudi, bom rekel, v zdajšnjem času, dostikrat, naprimer, ne? Se to je rudanova muska, tako rudan razmišlja o njej, tako bo rudan naredil, tako bo rudan pripeljal aranžerja, tako. In nekako Tonček in jaz se nekako nisva mogla dobiti na tak način, ali pa mogoče bil Tone pa že takrat toliko močen, da je pa rekel, ne, to je moj band, to dejansko v bistvu sem jaz šef tukaj in moram se ta glavnega dejansko v bistvu znebiti in dejansko v bistvu se me je tudi znebil na dokaj v redu način, imel je srečo, nekako iskal pa je to podobnost med mano, praktično, ali barvo glasu, ne interpretacije in pripeljal Vilija. Vilija je pa pripeljal dobesedno že spet po čudežni poti, ker Vili sam pove, on ni hotel biti nikoli pevec, on je bil rocker, kitara, Whitesnake, pa vse skupaj tretjo. Njega dobesedno so zgrabili in ga pripeljali v studio, šlo se je pa za izbor Evrovizije, mislim, da je bila v Zagrebu in takrat je bila ta zamenjava, to pomeni, da je Tone zelo taktično naredil to. Mene se znebil tisti dan. Pa ti si vedel, kaj je pripravila? V bistvu nisem vedel, jaz sem to zvedel šele takrat. Pa te je on ven vrgel, nisi ti šel? Ja, on je mene ven vrgel, takrat bom rekel, mogoče je bilo to zahrbtno,
na res čuden, raj vse te stvari delam na drugačen način. To pomeni, če se ne morva, dajva se usedeti, zmenila se bova, nikoli nisem bežal in nikoli ne bom bežal pred nobenim praktično v bilem kakšnem problemu. In takrat je bila dobesedno to, da so naj oba dva povabili, čeprav je že vedelo, on je bil šef benda in dejansko v bistvu so mi potem RTV rekel, dragi Rudan, ne greš na Eurovizijo, Tone, bend je izbral drugega pevca in on bo šel praktično naprimer. Ne? In takrat se je začel dogajati nov pop dizajn za William in bom rekel kar ratelo pa še enkrat ratelo. In zdaj pa, če smo že malo pri pop dizajnu, ne, te večni očitki na plagijate, ne. Kaj ste pa tu počeli vi, ne, dejansko? To kar drugi praktično. Ampak enostavno... Pop dizajn so bili svetovni prvaki tega. Bodimo si iskreni. Ja, povej, Milan, povej. Razčismo. Ajde, razčismo to vse. Marsikje sem se tudi jaz naučil v prejšnjih letih, kje moraš iskati te stvari. Enostavno, pa tudi jaz nikoli nisem veril, da bi bil zelo, zelo dober tekstopisec, kot je Zapadel je prvi sneg, naprimer tradicionalni komad, ki ga verjetno še v naslednjih letih, stoletjih, naprimer, bojo vsi prepevali, naprimer. Muzika je lastništvo od Nemcev, tekst je moj praktično in enostavno to je bilo potem serijsko, ampak da se je to dobesedno zamolčalo. No, to mi povej. Mene takrat v bendu ni bilo več, ampak tudi sam Tone se je nekaj naučil takrat od mene praktično. Mi smo hodili po kasete, po CD v München. Res, tam gor smo si marsikaj našli tudi naprimer glede na to. Ampak niste imeli v glavi, da treba napisati, čigava je melodija. Takrat so bili drugačni časi. Takrat dejansko je bila Jugoslavija posebej, Evropa je bila posebej. Še po Milko smo hodili, praktično smo švercali. Jaz pa kak slovenski komad, res slovenski pizda. Ne vem, to treba Toneta vprašati. Treba povedati tiste komade, pod katere je Tone napisan. Naprimer moram pa tu povedati, da vsem povem, da enostavno božična pesem Muzika je bil on podpisan praktično. Tudi on je dobival avtorske pravice do tistega momenta, dokler se ni potem to izvedlo, čigava je ta pesem, ampak to pesem sva medva Nemcom plačala oba dva. Čeprav meni tega ni bilo potrebno, to pomeni, da sem naredil pošten način do njega in niso nam dosti zaračunali takrat v tistem času, to je bilo pa kar dosti let nazaj, mi smo bili že samostojni, smo medva mogla za to pesem plačati 11,000 evrov. Ampak veš, kam je hecno, ne? Jaz se spomnim, Stone Košmerl je bil moj prijatelj na Facebooku, pa parkrat smo se tudi v živo srečala, pa mislim, da mi je zameril, zdaj upam, da bom narobe rekel, ali se je spravil na tebe ali na Resnika, da poje njegove komade, pa jaz napišem komentar, čaki Tone, vse to niso ne tvoji, ne njegovi, to so nemški komadi. Kot je zameril, ja. Mislim, da mi je to zameril takrat. Ja, lahko ti je zameril. Pa nemale, za tebe se šlo za Resnika, ne vem, ne bom zdaj samo pametni. en človek, ki je dosti cajta, dejansko v bistvu ne more razumeti, da so se časi spremenili, da dejansko v bistvu nekatere stvari jih moraš tudi plačati, pa tudi če za nazaj, ampak dejstvo je, da Toneta, kar se jaz spomnim, ni bil nikoli ne vem kakšen avtor. Ne rečem potem Matjaža Vlašiča, ki je prišel v bend istočasno, ker sem jaz odhajal iz benda. Vemo, kdo je Matjaž Vlašič, vemo, koliko komadov je naredil, tudi v moji novi generaciji, Medene, pa vse skepto, naprimer, ne? Ampak mogoče pa Tončku, naprimer, še to ni jasno do dan danes, pa mogoče bi bilo tudi dobro, da enkrat povabiš vse nas, pa da se tako pogovarjamo. Da vidimo, če pa je sta prijatelja zdaj z njima, nista. Jaz bom rekel, s Tončkom nisem bila nikoli taka osebna prijatelja, ne bom zdaj povedal zaradi česa, zaradi tega, ker nisem človek. Zdaj potem intervju, ne samo, da me odsledil, zdaj bo še blokiral. Ne, tudi mogoče mene. Tudi mogoče mene, ampak jaz njemu v življenju dejansko v bistvu sem povedal točno to, kar sem mislil in to, kar dejansko v bistvu mogoče tudi ta njihov nazadnje, naprimer, mislim, da je oglašen za 15. februar 40 let Hala Tivoli. On me je poklical, pa enostavno je rekel, da mora nekaj govoriti z menoj, če sem pripravljen na to. Tako, jaz sem mu enostavno rekel, Tonček, dragi moj, jaz sem s temi stvarmi končal že zdavni in enostavno želim pa vam vso srečo. Medva se pogovarjava, mislim pa, da se ogromno stvari, naprimer, nekako drugačne razmišljava o njih in enostavno se ne druživa. Zdaj, predno greva na tvojo samostojno kariero, mi pa povej, Miran, kdo je več punc takrat od tebe v poslu spravo v Sloveniji?
Pa če ti povem, čisto prej se pusti, moram, pusti, ne bom, ne, Pa ne ti šteje bom samo povedal posla, odgovor. šteje tudi avto, Okej, šteje hotelska okej, soba, okej. šteje havba, šteje vlak, Misliš, šteje zdaj letalo, imaš primere, šteje vse. Zdaj hočeš vprašati me, kdo, ali jaz ali kdo še? Resnik, Wolf, Miki Šarac, kjer so še bili taki jaki fantje. No. Pa jaz mislim, da sem bil jaz. No. Si bil ti. Ja. Pa zakaj recimo slovenski pevci se ne hvalite s številkami? Tuji pevci se vsi hvalijo 3000, 4000, 5000, Mick Jagger, 10 000, Kiss, 15 000, Gene Simmons. Slovenski, ja ne veš. Pa Meni osebno je to bolano. Res, pusti tebi. Ja, Zdaj, ki me sprašuješ, tako probam Ja, nekatere. si štel. Če pri meni ni en res romantičen trenutek, Ja, da pozabiš. pozabim takoj, pa tudi bom rekel, dosti je bilo totalno brezveznih stvari. Tudi kar se tega Pa koliko je to dosti? Dnevno, tedensko, Tedensko. ursko? Ne, tedensko, mesečno, naprimer. Ne. Neke punce so pritiskale. Gostovati po Ja. celi Sloveniji, pa takrat po celi Jugoslaviji, Ni- vse skupaj to je vredno nekega greha tudi. Ja. Ker dosti krat nisi iskal, se ti je samo to ponudilo, naprimer, in zdaj, kako si pa ti naredil, bom pa rekel, ali je bilo to kvalitetno ali pa ni bilo kvalitetno, ti pa v tem trenutku res ne znam. Pa si jih reči. več obrnil kot jaz, recimo. To pa ne vem, polka bomo nehala. Ja, nič ne bo, ne boš kar užival, nič ne bo za kamero. Ne, veš. Pa kaj jaz vem, Ja. veš, da, po moje ne. Po moje ne. Ja, se to bi bilo težko. Ja. Vem, da si žleht, kar se tega tiče, nevaren in Ja. ne bom se spuščal zdaj v tekmo. No, koliko si imel pa takih, bom rekel, tistih, vem, da si imel pač ta žena, Nita, zdaj čudovita tvoja, ki je hvala Bogu šla, da ne posluša tega, ne? Je druga žena, ne? Imel si prvo ženo, katero vem, da imaš tudi otroka, ne? Tako? Koliko je bilo takih teh velikih ljubezni, no? Ali jih lahko omeniš ali ne? Lahko jih omenim. Koliko jih lahko našteješ? Na Lahko prste jih ene roke, omenim. dveh? Helena, Nataša. Ja, Helena Blagne. Ne, aha, Helena, žena Helena. Ne, ne, Nataša je bila žena, potem je bila Urša, Urša. ja, Urša je Kranjčanka, potem je bila pa že Anita. Aha. To pomeni 4. Kako jih nisi imel tiste teh res- ta-pravih, Ne, ne? ta pravi. Govorimo ta pravi, glede na to, da sem si tudi takrat ustvarjal življenje z njimi. Ne, otroke imam pa praktično enega otroka imam z Natašo, goriški konc, primorski konc in pa za Nito sva skupaj 16-17 let že že imamo dolgo. dva otroka, sinova tudi Ninota in Nikota. Kaj pa ta prvi sin, pride kaj naokrog? Je ponosen na Dosti tebe? krat, zelo dosti krat. Ne, Luka bo imel dejansko, ne, on je že lanskega leta praznoval Kristusovo leto, 33 let, izredno se zastopi s svojima polbratoma in bom rekel, dosti krat res, kadar gremo na Primorsko, na počitnice, tisto, kar imamo časa, 2-3 dni, naprimer, dosti časa ona dva praktično preživita pri njemu, dosti krat se pa zgodi, da je tudi Luka za svojo drago praktično pride k nam. Ne. Kaj, dedek si že? Ne, mislim, da ne bom. Glede na to, da sem nazadnje videl Lukca, mislim, da tudi ne načrtuje, čeprav je nekako res prijetno, lepo žensko, živita tudi skupaj, ampak enostavno nisem imel vtisa, ali pa on mi ni naredil vtisa, da pa tukaj se že govorimo o kakšni familiji in otroki praktično. Ne, Okay. Ti kaj pa otroci, za katere ne veš? Si kaj preveril? Ne, niti vsaj. So rekli kaj? ne nikoli v življenju, res čas. Kaj pa če si... A veš, da sem pričakoval, da me boš to ampak vprašal? recimo, če se, kaj pa, da so kjer bile, ko so te hotele mal, da je kjer tvoj pa v resnici ni Par, bil? ne, So ni, bile kakšne nikoli ni take? bilo tako, ampak marsikatera mi je pa rekla v tistem času, naprimer, pa tudi mogoče v zdajšnjem, joj, tako bi rada imela otroka s teboj. Naprimer, No, dobro, to je in tudi, če smo bili prijatelji, je Ja. to dosti krat bilo omenjeno. Ne, ni bilo to samo ena družba, naprimer, Ja. dosti ljudi vidiš na določenih mestih, naprimer, in nekateri pa tudi, bom rekel, ali se ti približajo, pa tudi potem poskušajo na drugačen način, pa je tako malo bolj finčkano vse skupaj. Enostavno, nekatere so pa tudi mogoče samo to, da sem jih enkrat srečal, pa so rekle, tok bi mi bilo všeč, da sem lahko s teboj. No, pa bi jaz zobe stisnil. Pa niti ne. Nisem takšen človek, Nisi. ne. Ti, kaj pa v tem tvojem velikem času, ne, ko si bil res zvezda, je bilo veliko teh pisem, bom rekel, nespodobnih povabil, pa tega, da si bil res ono že prav pa pizda, mater, napuste me na mir, ali si rekel kar. Rekordno. Kak si handlo s tem, no? Težko. Nisem znal, nisem mogel in dejansko v bistvu vse to je prihajalo k meni, brez da bi odpisal kakšno zadevo. To je na domači Ampak- naslov je takrat prihajalo, Na ne? domači naslov, Koliko se ga takrat pa zbrskalo? Nova Gorica, naprimer, v vsakem primeru. Se tudi, naprimer, ogromno. Moje stalno prebivališče v Novi Gorici, naprimer, dosti sosed, naprimer, sem dobil pismo v samem Kaselcu noter, naprimer, in dosti ljudi je nekako, ne vem pa na kak način, lepo vprašanje, ampak mislim, da
res nisem v življenju pomislil, kako sploh so pisma prišla v tisti kaselc noter. Ja. Razen tega, da takrat čas, v bistvu, ali pa dan nesreče, ali pa v bistvu tisti dnevi nesreče, naprimer klinični center, mislim, da jih je takrat v tistem tednu, ko so se borili z mano za življenje, naprimer takoj po poškodbi glave, mislim, ampak zdaj, da se ne bom zlagal, da je prišlo 15,000 bom rekel, pisem in vseh teh čestitk, naprimer, ali pa v bistvu želja, da bi nekako se zgodilo na najlepši način. Ker takrat je, Miran, takrat je res cela Slovenija. To se jaz sem bil takrat star, jaz sem 74-letnik, se pravi 94, kaj 25 let sem bil star, tu nekje 99 je bilo to, ne? V bistvu mlad si bil. No, in vem, da ti takrat si šel na to solo kariero, zgodila se je Laura, ne? O tem bomo tudi še rekla besedo dve, mega hit, spomnim si enkrat v Celju, mislim, da si eno preditev celo povezoval, kjer si ti to Lauro prepeval in to je bilo noro. To so se časi... Mislim, da smo bili enkrat z Grašotom Ja, in celo tam, kjer je vaša gimnazija, Ja, bilo ogromno parkirišče. evo, točno tako. Ogromno zadev. Tam sem jaz bil. Malo prej si Ja. šel v tisti center, lep stari del, naprimer noter, ki je meni pri srcu še dan danes. Tam je bilo pa zraven in mislim, da je še zmeraj parkirišče, drži se pa Savinje dol, proti tistem. No, tam je bil ta nastop. Bravo. Tam je bil ta nastop. No in potem pa ta tvoj veliko spon, se pravi, o tem še podebatiramo, predno skočimo na to grozno nesrečo, se pravi, skupina uspeh, pol pa sušna leta. Se pravi, ti z idejo, dobro, vse te je vrgel ven, si rekel to, nisi šel sam ven, ampak dobro, želel si pač neko solo kariero, solo uspeh, ki ga pa ni bilo. Kak si se ti takrat počutil, ko dejansko si tu, nisi zdaj padel tu, ti si vsem bil Miran Rudan. Pazi, Miran Rudan si vsem bil, ampak ni bilo pa hitov. Kaj takrat naredi uspešni super zvezdi v glavi, ko pade iz številke 1, tam nekje na številko 25, 26, rečemo, pa ko druge gleda, pa reče, pizda, glej, pa resnik je zdaj ful popularen, moji pop dizajni, pizda je materna, kaj takrat v glavi? To mi povej. Težko je, zelo težko, ampak v bistvu je bila tudi z moje strani neka krivda, da nisem takrat razmišljal na drugačen način, kot naprimer danes razmišljam. Nisi zrel, enostavno še vedno misliš, da v bistvu, če si Miran Rudan, je potem to dovolj, da boš dobil in avtor in vsega tega. Takrat sem začel že v bistvu nekako sam kreirati kompletno svojo kariero, kaj bom, na kak način bom. Lepo mi je bilo to, da sem se dejansko v bistvu preselil v tistem času v Novo Gorico in spoznal avtomobile tudi, fenomenalni glasbeniki. Pa nek si nekaj časa tudi igral, tam tudi ni bilo zgodbe. V bistvu zgodba je bila po mojem prvem solističnem albumu, ampak to je bilo samo trajalo mogoče leto, dve, objemi me. To je bil takrat eden najbolj prodajanih novosti pop glasbe, kasetna produkcija Slovenija je to izdala in mislim, da smo prišli v krog 35-40 tisoč primerkov, to je noro. Takrat pa dejansko v bistvu jaz nisem več vedel, kako naprej, glede na to, res je bila kvalitetna plošča praktično, ampak odziv vsega tega, mi nikoli nismo pasali, jaz kot pevec in pa spremljevalna skupina avtomobili. In potem so trajala leta in leta, zdaj bom rekel, tistega cajta bom na hitro povedal. Če je 98. leta bila potem tisti moj najbolj drzna plošča in to je plošča v srce Laurina plošča, jaz rečem, je trajalo kar ene bogih ali pa velikih 7 let, da sem dobesedno lahko prišel že spet do tega, da pa lahko rečeš wow. In to je res naredila plošča v srce, ampak plošča v srce je bila delana, mislim, da tam od nekje 97. 96. leta dalje. V bistvu pripravljala se je, ampak imel sem tudi res dobro ekipo, govorim zdaj tudi gospoda Zuljana, enega najboljših kitaristov, pa nas res glasbenik svetovnega formata. Tako narediti Lauro, kot je on naredil Lauro, je še za njega nik rekel, je rekel, sorry, vse mi je jasno, ampak Rudan ima boljšo Lauro, kot imam jaz v originalu. Ampak vse to je dobesedno naredilo v meni res. Kadar se ti pojavi neki magnet, da lahko prideš do tega, potem sem jaz, lev sem po horoskopu in nekako peljal in še enkrat peljal do tistega konca. Ratelo mi je, že spet imam srečo, naprimer, tako da pomeni, nisem pa nikoli igral lota, naprimer, ampak spet sem imel srečo, res veliko srečo in naredil, še vedno je to
v tej državi najbolj prodajan album v srce. Mogoče je tudi sama poškodba potem naredila še večjo, bom rekel, prodajo vsega tega. Nesreča se je pa zgodila, če je bilo to december mesec, ki je to išlo ven, nesreča se je zgodila 8 mesecev kasneje, v bistvu 9 mesecev kasneje, to je bilo avgust. Zdaj pa si študiral, kdaj, ne vem, če si veren ali ne boš povedal, ampak si študiral, kako je to zdaj bilo, ne? Recimo, da bi zdaj takoj po pop dizajnu ti laurov seko, se pravi, ne vem, pol leta prej, pa bi po moje zdaj ti tako trgal, ne, a veš, pa bi sam se zabil nekam od norosti. Verjetno, da je. Ampak da se ti rata pol ta orjaški, pa jaz nočem reči comeback, tako je LL Cool J v enem komadu rekel, don't call it a comeback, I've been here for years, ne, a veš, kak comeback, če si Samo moramo vedeti pravilno, ampak, ne. Sam da te prekinem. V bistvu vse skupaj se je začelo nekje z izborom Eurovizije Cvetje in vrtovi, pa potem takoj Melodije morja sonca, če prevaraš moje srce. Potem smo pa prišli do tega albuma praktično, zdaj pa časovno je bilo to tako, kot sem povedal, 2 leti, ampak stopnjevalo se od 2 let nazaj z vsakim komadom, da smo prišli potem do tega albuma v srce. Se pravi, se je začel dogajati. Ni bilo to kar cep, ne? Ne, ni bilo. No, in potem Miran se to zgodi in pol, komu si ti zameril, pizda, kako je lahko tebe ravno, pa pol takrat, ko si ti bil zdaj spet v luftu, pa ta grozljivka, takrat vem, tako sem rekel, jaz se spominjam tega tudi zelo dobro, cela Slovenija, vem, da je takrat držala pesti, vsi smo jokali, kaj je bilo združeno, kako je bilo. In to je bilo, Miran, to je bilo, pizda, jaz se ne spomnim v Sloveniji, dobro, ko je kdo umrl, ne je bilo žalovanje, ampak ne spomnim se, da bi ljudje z nekom, pizda, pa mogoče se tudi tako znamo, to ni nobenemu zgodil, ne vem, no, ampak da bi tako dihali, pa tudi tuje glasbenike, razumeš, ker meni je to kako nesrečo, ampak ko se je to Rudanu zgodil takrat, po tisti Lauri, to se je ustavila Slovenija. To je bilo vse posod. Vojne so se ustavile, pazi, in so ljudje stiskali pesti za našega Rudana, pizda, da bo ja vse okej. Zdaj mi pa ti povej, kurva, tam, to nesrečo, kurčevo, ta moment, verjetno se nič tak nič ne spomniš ti, ne? Daj se spomniš najprej vsega. Vsega se spomnim takrat, ko so me zbudili v kliničnem centru. Po kolikem cajtu? V bistvu dokaj hitro sem se zbudil, tako da sem imel že spet eno veliko srečo, da pravijo, v bistvu, da Rudan lahko, malo smo se hecali dostikrat, naprimer, da če lahko zdrži nekdo, da z glavo razbija skoraj totalko na avtomobilu, naprimer, brez čelade, ampak to je zajebancija, da ne bo to kdo probal, naprimer. Tako čak Noris, ne. Če je bila nesreča se zgodila 4. avgusta, sem bil jaz nekako pri zavesti okrog 17. ali pa prve dni 20. To pomeni po 20, po le, bom rekel, dobrih 3 tednih, naprimer. Takrat se je govorilo po 3 tednih, naprimer, da so me prvič vprašali tudi doktorji, to se pa spomniš, pa to polno, pa 3., 4., zaradi tega, ker sama poškodba glave je bila res smrtonosna, praktično, naprimer, ne. Meni pa je nekako ratalo, brez bilo kakšnih, naprimer, operacij, kar se tiče glave, kompletno vsega. Očakali so, naprimer, kaj se bo zgodilo, zaradi tega, ker kadar ti vse skupaj to zateče, zaradi te poškodbe zakrvavi, vse skupaj, bom rekel, to res čudno zgleda. Meni je žal, da nimam slike, da je nekako zginila slika, ki so me fotografirali, samo zaradi spomina. Ja, hotel sem to mogoče tudi dati kot nauk tem norim, naprimer, mularij, ki se včasih, naprimer, z motorjem, pa ne, se to dejansko v bistvu se ne bo nič zgodilo, naprimer, da mi pokazal en ničken dogodek, ali pa dobesedno sekunda sama, brez da si je bil dobesedno pripravljen na to, kaj se ti lahko zgodi s tem, naprimer. Jaz sem pa to preživljam mogoče tudi danes zaradi tega, ker hvala Bogu, da nisem niti ene sekunde ali pa minute tudi za nazaj spustil, naprimer, pa zgubil pri tej poškodbi, razen samega dneva. Pojma nimam, kako sva se s Silvanotom zbudila. Razpolne se tudi trka, ne? Ne, nič, popolno. Vožnje pa? Ne. Tudi ne? Kaj se pa najbolj spomniš pred tem? Kar je bilo prejšnji večer, in to je, mislim, da smo pili en vinček refoški, jaz, Silvano, pa gospod Vindiš, njegova punca takrat, in to je bilo pri cerkvi v Piranu. Od tistega trenutka dalje, kdaj smo šli mi takrat spat, pa potem do stanovanja, naprimer, Dejana Vindiša, nimam spomina. Nikakor, kdaj smo se zbudili, razen takrat, kadar sem se prvič zbudil, kadar so me zbudili, kadar sem bil že toliko pri zavesti, naprimer, se spomnim, da je prišlo do enega trka, ampak cel cajt sem imel nekako spomin, da se je to zgodilo,
kmalu od bloka, kjer smo spali, proti auditoriju praktično. Naprimer. Nisem imel pa direktnega, kaj se pa dejansko v bistvu res zgodilo. Ne? To je bilo na križišču, kaj je tam, ko za Strunjan zaviješ, ne? Točno to. Tam, kjer je v bistvu že policija je bila takrat, v bistvu tako en klanček je bil gor, potem je bila edina pumpa, potem se pa cesta ena gre proti Piranu, ena gre pa proti Bernardinu. Ne? Točno pri tistem Solinem, mislim, da je tista velika hala, ki je včasih Sovto imela, tam je bilo pa mičkano na drugi strani parkirišče in tam možakar, ki je dejansko v bistvu šel iz pumpe, je hotel zaviti proti parkirišču. Pred nama je za Silvanotom, ki so bila z motorjem, je bil en malo višji kot kombi, ampak ni bil mini kombi. On je to spregledal, ker je šel on mimo, je on zaprl pot, imela pa direktno v njega. V kolikem času je pa, to ti je pol povedal, kdo je prišel, ne vem, rešilc na kraj nesreče, v kolikem času? Izredno hitro je bilo vse skupaj narejeno, zaradi tega, ker že spet sem imel tukaj srečo, že spet moram govoriti, da v bistvu bi se mogel biti ime mi Srečko. Bila sta naša zdravnica, je bila Ana zelo, zelo mlada, ona je zdaj v Krškem, praktično v pokojenskem domu, tam, kjer je tudi domuje moja mama v Krškem. In drugače pa dva Čeha, doktorica in doktor, ki so mi takoj na začetku tudi pomagali. Zelo, zelo hitro se je prikazal tudi rešilec, hitro se je vedelo, za koga gre. Zdaj to, naprimer, mislim, da se je kmalu zvedelo po celi Sloveniji in potem pa je bil samo to problem, da ko so mene pripeljali v Izolsko bolnico in mi poslikali vse skupaj, to so videli, da je to tragično in da to treba me pripeljati v klinični center, na kirurški oddelek, naprimer. Takrat pa kar naenkrat enostavno je bila dilema, helikoptere ni bilo, ali me bojo pripeljali z rešilnim vozilom. Nekako policija tudi takrat obljubila, naprimer, da bi me spremljali do tam, da bi čim prej prišli. Iz Ljubljane pa so dejansko v bistvu doktorji njimi govorili, da ne tega ne naredijo, zaradi tega, ker pride že sama glava, dejansko v bistvu, kadar je toliko pretresena, naprimer sama vožnja, naprimer je. Pa čeprav so imeli takrat en poseben kombi, ampak so to odsvetovali, dobil se je helikopter, ki pa je zamujal cirka 3-4 ure, če se nesreča zgodila okrog 10-11 ure, mislim, da so me okrog 3 prišli iskati in me odpeljali v klinični center. Zdaj pa recimo, ko si ti se zbudil, ne? Pa pol, ko si ti dejansko, koliko je minilo, da si ti dejansko spet postal, koliko je to v redu, ne? Dosti let. Moram reči, da tisto moje tolaženje, naprimer, da je pa vse skupaj v redu. Marsikdaj, naprimer, tudi jaz sem samo en dan v Soči preživel. Naprimer, s tako poškodbo glave ljudje preživljajo tam 6 mesecev, ali pa mogoče tudi celo leto, pa še dan danes niso v redu. Ampak neka moja volja, neka moja energija me je odpeljala tukaj, dobesedno me je spet peljala tam, da vse tisto, kar so oni govorili, je bilo v meni noter, se govorijo o neumnosti, se dejansko, ampak oni tega tudi niso mogli vedeti, zaradi tega, pri takih poškodbah imajo oni svoje diference, kaj, kako, ali pa kako bojo reagirali te ljudje. Pri meni so bili oni malo začudeni, dokler oni sami me niso vprašali, a ti res ko razmišljaš, ali dejansko v bistvu je to v tebi samo nekaj ratalo. Ne? Poškodba glave, bom rekel, sami vemo, glava je glava, kadar si prst zlomiš, pa kadar si nogo, vse skupaj, tudi bom rekel na drugačen način, težko, ker ne moreš več hoditi ali pa če si toliko, ampak glava pa je dejansko v bistvu, z njo upravljamo vse skupaj, naprimer, ne? In vse te zadeve, naprimer, pri meni so bile še vedno takšne, kot so bile pred nesrečo, ampak na totalno drugačen način. Pri meni so se leta dogajala, da sem se samo malo bolj sunkovito zbudil iz postelje. Cel dan dejansko v bistvu se mi je zdelo, da bi bil v vesolju. Praktično to vrtenje, pa niti ne, da se mi je vrtelo zdaj, da bi padel, ampak dobesedno v glavi noter se mi je zdelo praktično, da se vsaka stvar premika. Vsako stvar, ki sem premislil, praktično se mi je malo odpeljalo, pa potem nisi mogel govoriti, pa si mogel počakati, da se to umiri. Ful težke zadeve sem doživljal, bom rekel, kar nekaj časa. Zdaj pa, da bi bil točen, da bi povedal, koliko je to v letih, da sem jaz dejansko v bistvu nekako, začel sem nastopati dokaj hitro, ker je bila moja želja, moja tista levska, bom rekel, kako bi rekel, koža, češ se bo v redu, vse skupaj, vse dejansko v bistvu ne bo, čeprav sem imel velike probleme. Vsak tekst, ki sem ga dobesedno pel, sem ga imel pred sabo, saj na 3 koncih. Naprimer. Tudi v filmu noter lepo pokažem, ampak nekako, glej, peljalo me je naprej, res pa, da če pomislim samo nazaj, da je že 26 let od te nesreče, se mi včasih zdi, ok, šlo je 7, 8, 9 let maksimalno. Pa recimo ti o tem govoriš rad ali s težavo? Ne, zelo rad. Nimaš težav, recimo? Ne, nikoli nisem imel težave. Meni tudi, naprimer, tako kot je glava takrat zgledala, pa potem samo
operacija, naprimer, kako Ampak ti nisi imel, mislim, si imel razbito glavo. Ti. V bistvu ta del glave je bil razbit in ta del. Počen, ali kaj? V bistvu počeno, orank, naprimer, ne. V bistvu ta lukenca tukaj noter, naprimer, bi se lahko tudi potem popravila z nekimi določenimi operacijami, pa sem jaz sam rekel ne. Če že dejansko, v bistvu, ko sem se pogledal, naprimer, sem rekel, gled, če sem že to mogel prestati, ampak bom rekel po svoji malomarnosti, isto, naprimer, da sem bila in Silvano jaz brez čelade. Mogoče bi bilo veliko lepše, da smo imela čelado. Ne vem pa, kako že spet, naprimer, ne moramo zdaj 2 točke, ampak glede na to, kako se je zgodilo, kaj se je zgodilo, tudi tisti, kateri so bili očividci tega, so rekli, to je bilo brutalno praktično, naprimer, ne. Tako da marsikdo, tam je bil en gospod, naprimer, nasproti hiško, on je ful lepo delal, celo življenje, on je še živ, on je obnavljal stare Alfa Romeo. Jaz sem pa tudi malo zaljubljen v te Alfa Romeo, naprimer, in on me je videl potem po parih letih in me objel, je rekel, ne morem verjeti, da ste to vi. In samo sem povedal, da mi ne on pove, kako je on takrat doživljal to. On je rekel, da je bilo grozno, pa še enkrat grozno, pa pol neki cajta nič, pa še bolj grozno praktično. Naprimer. In isto to mi je rekla doktorica, naprimer, ko zdaj zdravim mojo mamo v pokojninskem domu ali pa v Krškem, naprimer, zdravstveni dom, ona je rekla, da to, kar je videla, pa na tak način, kako sem reagiral, je rekla, da to v življenju ni videla, naprimer, ne? Da nobeno pomerjevalo me tudi dejansko v bistvu niso mogli spraviti, da bi se umiril, ampak enostavno sem hotel ustati, pa še enkrat ustati, da so me dobesedno mogli oni z injekcijami praktično, da so me spravili takrat v mirno osebo. Kaj pa recimo zdaj, v današnjem času, še imaš dejansko konkretne posledice od tega ali ne? Ali opažaš, ki pa je vsem, da ti pa ko si prej govoril, malo nazaj recimo v angleščini, gor, dol, levo, desno, so še kakšne take, da nisi takšen, kot pa se spomniš, da si bil? Ne. Ali misliš, da ne? Ne, meni vse to, štima? Vse štima. Meni to eno novo življenje, bom rekel, po vsem tem času, se mi je dejansko dobesedno, kot da bi mi nekdo podaril, naprimer. Enostavno bom rekel, včasih poškodba glave, se jaz bi lahko tako trdil, naprimer. Ful lahko že pred določenim časom nekatere stvari določim, kaj se bo, ne bom zdaj rekel, da sem tukaj dobesedno lahko 100% vem, ampak nekako vse te stvari me dobesedno peljejo do tistega momenta, naprimer, za neko stvar se odločim, pa si znam reči, pusti malo pri miru, ne naredi tega zdaj, boš malo počakal, ne pusti zdaj, ni ta prav čas, ali pa mogoče je najbolj primeren čas. In to se z mano dogaja zadnjih 10 let, tako da pomeni, da sem prebolel vse skeptično, čeprav so mi nekateri rekli, nima variante, da bo že spet preživel ali pa da bo takšen, kot je bil takrat. Tako da pomeni, da ene stvari so se mi bolj zbistrile v glavi, pa bom rekel tako, rado sem fenomenalen človek do človeka, to pomeni, tvoja napaka je tudi moja napaka, tvoj plus je tudi moj plus, naprimer. Ne? Tega prej pri meni verjetno tudi ni bilo nikoli, zaradi tega, ker kadar si malo bolj naduvan zaradi vse te slave, se spremeniš tudi ti. Tukaj pa me je ta nesreča spremenila v enega normalnega človeka. Jaz v življenju ne znam, pa tu se Anita pogovarja, praktično vse te dobrodelne, naprimer. Takrat nam je ratalo pri Krisu, naprimer. Jaz bi, tako kot Krisu, bi šel vsakemu dobesedno, ki rabi, to bi mu šel pomagati, zaradi tega, ker nekako mene boli zraven, ko vidim določene stvari ali pa ljudi, naprimer, ki se ne morejo pozdraviti ali pa ki vejo, da bo dejansko v bistvu, da jih kmalu ne bo več, še hujše pa to pri otrokih, naprimer, in enostavno res sem se spremenil, verjetno, da me je glih ta poškodba glave ne spremenila. No, pa glej, Mira, ne, pa recimo, spet tragedija, ne, če smem, ne, ti to rešiš, pa imaš novo pizdarijo, ko odpreš avto in ne vem, nek motor, ali kva se je takrat zgodilo, in spet problem, ne. Ja. In pol grožnje zaporno kaznijo, prepiri, mislim, kak ti je pa takrat, ker ti dejansko z te svoje nesreče se nisi zgovarjal nikoli na njo, ne, ampak to je bilo, komaj si to shendlo, pa padeš recimo, to je bilo istega leta bilo celo. To je vse po istem letu bilo. No? In dejansko v bistvu biti številka 1. In imeti poškodbo glave, moja nesreča in pa nesreča kolesarke, to je bilo vse v letih 99. V bistvu vse tudi to ni bilo z lahkoto, ampak takratni sami napadi so me mogoče pa naredili še bolj močnega. Le vsa dejstva takšna, kot so se tisti dan zgodile tam, niso bile takšna, kot so jih potem poročali o tem časopisi, mediji. In enostavno v bistvu v tistem trenutku, moram pa še nekaj povedati, moj velik plus takrat. Glava pri taki poškodbi ni več tako ranjena, glava, srce,
da dejansko v bistvu vse tisto, kar slišiš, tebe prizadane. Ampak enostavno delaš en svoj film, to je pa tista zadeva, ki smo mi prej v tistem govorila. Včasih, kadar sem se na hitro, ali pa mogoče tudi iz mini jeze, nisem bil jezen na nič, na nobeno stvar, da se hitro ustavil, je bila tista glava, dejansko v bistvu pa notranje stvari so bile, vse so tako plavale in mogoče tudi ta problem, ki je začel takrat nastajati. Ta problem se je pa dejansko v bistvu res vlekel 15 let. Ampak tudi danes, ne bom ti zdaj povedal, jaz še danes, tako kot sem rekel takrat, ampak enostavno vse druge so slišali, samo to niso slišali, naprimer, ne? Dokaznega materiala ni bilo nikoli, da bi me lahko obdolžili. Dobil sem pa dejansko v bistvu potem na pravnomočno 8 mesecev na 2 leti, ampak tudi to ni mi hudo, zato da ne bo zdaj kdo mislil, da je to zdaj kakšno opravičilo. Ampak enostavno nikoli mi niso dokazali tega trka. Jaz pa še danes rečem isto, kot sem takrat rekel. Lahko, da je bil mogoče neka stvar noter, ali se me ustrašila, ali sem naredil kaj narobe, ali sem nisem se nikoli ven dobesedno dejal iz tega, češ, tukaj sem pa jaz nedolžen. Zgodilo se je dobesedno takrat. Zgodilo se je dobesedno z mojo prisotnostjo in bil je zraven moj avto praktično, naprimer, ne? Ampak vse, v bistvu tudi take stvari, normalno, da mi je hudo žal, naprimer, tudi danes, gospe več ni praktično, naprimer, ne? Ampak to se lahko zgodi vsakemu, ampak res pa je to, da sem samo to trdil. Vse, kar se je govorilo, vse, kar se je 15 let naslovnic pa vsega tega, enkrat sem bil kriv, enkrat nisem bil kriv, enostavno tukaj ni nobenega, pa tudi po pravici povem, nikoli tega ne bom dokazoval, da so zafrkljeni, tudi takratno moje življenje, naprimer, ne? Ampak sem imel eno veliko srečo. Po prejšnji poškodbi sem imel eno veliko srečo, da me te stvari niso toliko prizadele, kot bi normalnega človeka takrat brez take poškodbe. Kaj pa ta sestra, recimo, z njo sta dala si kdaj roko, ker ta vem, da je bila jezna takrat na tebe. V bistvu da, hotla sva si dati modna kreatorka. Jaz sem tudi dostikrat sem rekel, da bi tudi govoril z njo, videla sva se pa samo enkrat bil sem za eno presenečenje praktično, ona je Celjanka tudi in vsakem, bom rekel, mislim, da je ona tudi dostikrat rekla, da me sovraža včasih, ampak danes pa dejansko v bistvu, da me razume drugače. Pa tudi na bilo kakšen, bom rekel, ali bi nekako, naprimer, jo srečo, kje pa da bi me samo to spomnila, bi rad dal roko. Ne bi bilo slabo. Ne bi bilo slabo. Nikoli nisem, vem pa, da so bile tudi mogoče iz njene strani grožnje, takrat pa to, ampak čisto vse skupaj je bilo v tistem sunku, naprimer, tako mogoče bi tudi jaz reagiral, ampak vsekakor želim mi tudi v današnjih dneh vse najboljše, naprimer, da se življenje lepo pelje in upam pa mogoče, da se bo kdaj srečala, pa mogoče tudi kdaj rekla v tej stvari, kakšno stvar. No in glede na zdaj, recimo, ko smo vse to glede nesreč, ko smo obdelovali, si sedaj vprašal, koliko dejansko si ti res dal skozi za enega človeka, pa ne govorim, da si zdaj edini, tudi mnogi drugi imajo takšne težave, pa une težave, pa prebolijo raka, pa prebolijo ono, pa ne vem, kaj se gre, ampak bodimo iskrena, to niso male stvari, to so bile srhljive stvari, ampak tebe, ko dan človek pogleda, ti si še vedno pozitiven, ti si še vedno dobre volje, ti si še vedno showmaker, ti si še vedno miran, fucking rudan, razumeš, ne? Se pravi, ni te to spremenilo, v končni fazi, dobro, to, kar si rekel, da si mogoče prej bil malo preveč važen, pa si postal bolj človeški, ampak... Povedal sem samo zgodbo v življenju, da se neke stvari lahko tudi more se ti nekaj zgoditi v življenju. Ampak veš, koliko si lahko dejansko, kje si najdel to moč, ali ne vem, verjameš v Boga, ali si to najdel v sebi, ali kje, da si preživel dejansko vse te strese, nesreče, pizdarije, pace, gor dol in da si danes v bistvu tu, kjer si, to ni mala stvar, ne? Mislim, da imam v enem stavku bil vse skupaj kratko in jedrnato. Moja mama je kriva za to, mama me je rodila in enostavno nikjer drugje nisem iskal, kako bi se to lahko sploh zgodilo. Nekako takšen sem v sebi in enostavno niso mi všeč stvari, ki so enostavne, verjetno, niso mi všeč stvari, ki so zelo, zelo mehne, pa nič se ne naredi, zato pa misliš, da je to loto, naprimer, ne? In verjetno, da pa po poškodbi glave me
nekako me pelje naprej. Ampak ne zaradi tega, da hočem ne vem kaj. Zaslužiti tako ne moramo od tega dosti, zaradi tega, ker smo praktično tako v Sloveniji, naprimer zdaj si, polte, ni, je za preživeti, ne rečem, praktično imamo druge ugodnosti, da dobimo cenejše avtomobile, lahko, ljudje te imajo radi, pa ti naredijo uslugo, kad ti menjajo okna, pa take stvari, pa ti tudi normalno, da ti tudi nekaj drugega narediš po vsem tem. Ampak drugače, nekako meni v vsem tem cajtu so me te komadi naučili, bodi ali pa probaj narediti, ne premagati prejšnjega, ampak probi biti boljši. Vedno, kadar delaš nekaj novega, meni je to ratalo, res parkrat v življenju praktično, naprimer. Tudi same te priredbe, ali je bila božična, ali je bila Laura, ali je bila na nebo. Jaz bom rekel, noben ne verjame, da je bila na nebo narejena kot priredba. Tudi jaz sem že imel prevod teksta, pa sem mogel narediti kompletno. Ampak to je eden najmočnejših komadov mojih v celi karieri. Pa jih je ne vem koliko tistih telepih, začenjamo od Debelih deklic, pa potem Naj vino, pa potem, bom rekel, res jih je en cel kup, da ne bom raj tiho, da ne bom koga bil tiho, pa bo rekli, pa kaj govori na umnosti naprej. Ampak ta na nebo, to je nekaj tako neverjetnega, pa vsak mi začne jovo na novo, naprimer, kadar začnemo graditi nov komad. Dajmo nekaj podobnega, takšnega, kot je to narejeno. Ne moreš, tudi nikoli nisem iskal tega v tem komadu noter, da bi pa to lahko ponovil pa nek drugemu. To pomeni, naučili so me, pa takrat jih nisem razumel. 100 ljudi, 100 čudi. In dejansko v bistvu na tak način tudi vedno, kadar delam neko novo stvar, razmišljam samo toliko, mogoče bo, probo bi drugače, pa vedno pripeljem neke druge ljudi, ki pa mogoče ostali trije, ki so tudi v tem noter vpleteni, rečejo, porka duš, meni pa ni všeč to. Ampak dostikrat razkiram in ta razkirancija dejansko v bistvu potem... Pa veš za komad, če bo hit Ne, ali ne? nimaš variante. Pojma nimaš. Ne moreš reči, Ne. zdaj bom pa naredil hit. Ker imaš ljudi, ko so hitmakeri. Ne, niso več. Pa točno vejo, tega ni več. Ne, tega ni več. Takrat to je pase. v času, pa se je Ja. že zdavni, zaradi tega, ker toliko muzike, ki se danes zavrtijo, normalno, da jih boš tudi pokradil, ne vem koliko, že v glavi imaš neke melodije, ti ali pa jaz, 100 ljudi, 100 čudi, različna človeka, in bomo enostavno razmišljali, normalno, da mi ena melodija skozi poka po glavi v tretjo, a potem bo rekli, pa se to je veš je isto kot v tretjo. Šele takrat se ti zavedaš, da dejansko v bistvu so te stvari totalno drugačne. To pomeni isto. Danes so imela tak čuden dan, pa ne moramo določiti, kakšen dan je bil. In pri komadu je to skoraj isto, pa tudi, če si ne vem, koliko vložil noter. Če imaš taka dobra jajca, pa narediš dober tekst, pa da ti je dobra zgodba, pa da ti je vse skupaj, naprimer, bom rekel, v najlepšem, ti enostavno do konca. Morajo se vse stvari, tako kot so se pri Medeni. Medena je eden tistih res hitovskih komadov, ker tudi jaz ne morem, pa tudi drugi ne verjamejo, kako je to ratalo. Ampak če bi mene, pa Vlašiča, pa potem Krešota pripeljal zraven, bi vprašal, bi ti vsak rekel tako, pojma nimam, ampak vse, mi trije smo se lepo, pa gor so bile zvezdice, take in enostavno tako je vse ratalo. poklopilo. Točno tako je. Ti kaj pa, da ne bomo pozabili, seveda, ta tvoj veliki nastop na Euroviziji, ne, s Totom Cotunjom, pazi, brez tega ne moreva v tem pogovoru, ne, se pravi, zraven Pepel in kri, vem, da takrat, pa tak občutek sem dobro razumel, da ko si ti začel s temi back vokali malo preveč pet, da te je to malo grdo pogledati, te pot ti pes, da kva delaš, ne, a veš, ne. Stavljal sem. A veš, ne, tako da dejansko, veš, ne, Banda. ti nisi back vokalist, ti si frontman, pazi, ne, Pa se tudi oni so hoteli, zdaj ti moram, moram ti dati odgovor na vse skupaj to. Oni niso želeli back vokalista, kot sem, oni so bili Pepel in kri, ampak bodimo si iskreni zdaj, moram na hitro povedati zgodovino, ker marsikdo si ni pogledal film, ampak noter v filmu dobro pokaže, da so v bistvu tista moja naslednja uvertura, naprimer, po odhodu iz skupine Pop Design. Sem bil jaz kar solistično kariero, imel izredno lepo splitski festival, izbor Evrovizije. In polkar naenkrat se mi je zgodila Evrovizija. Pokojni Tadej Hruševar je bil tudi avtor glasbe, tudi pri meni, kar ene par dobrih komadov. Mogoče bom kdaj v tem času še kaj naredil, glede na to, da so ta pravi časi, treba nekaj že spet zbuditi od tistega časa, ampak njemu so predlagali in ga poklicali kot Pepel in kri. Pepel in kri je bili takrat, bom rekel, legendarni band, govorim edini slovenski, redko kjer slovenski ali izvajalec, naprimer v celi Jugoslaviji. Njega so imeli izredno radi in njemu so predlagali, 90. leto bo že spet finale Evrovizije, ker je prejšnjo leto zmagala skupina Riva. Rock Me Baby, ja. Tako, Rock Me Baby. In je bilo to vse skupaj v Zagrebu. In nakar on mene pokliče pa reče, zdaj bi te pa rabo, ampak zdaj ti bom povedal na kakšen način.
Pa jaz rečem, kaj se bo pa zdaj spomnil. Nisem se imel pojma, da bo on rekel, gre zraven na Eurovizijo. On je rekel, imamo predlog od tega pa tega, Italijani so si zaželeli, da bi bili to Jugoslovani in so predlagali, da ne bi bil to pepel in kri, ampak mi smo malo premehni, bom rekel, ne tako močni, rabijo še enega agresivnega pevca praktično. Naprimer, ne? In to sem bil takrat jaz. Jaz sem rekel, dobro, porka duš, pa gremo pogledati v Zagreb. Mi se pripeljemo v Zagreb na sestanek, Eurovizija se pa začela mogoče čez 3 tedne. In enostavno dogovorimo se, slišimo komad, tudi lepo vse skupaj zveni. Je pa res to, kar si rekel, ampak eden redkih si ti. Poglej, za vrh si ima pogled. In si je, ruaj pina. Vidi spijače. Dejansko v bistvu dostikrat, čeprav me je, bom rekel, na najlepši način potem tudi na koncu tudi na filmu smo dobro pokazali, ker gre po zmago, me ful lepo udari po roki, ampak dostikrat me je opozoril, mi je rekel, dvakrat je rekel, malo bolj, tako da bom jaz spoznal praktično tukaj. Ne? In bom rekel, res moja lepa zgodba, lahko bi to tudi pokazal, moram malo jeti okrog pogledati, nagradata, ampak enostavno s tistim dnevom sem jaz tudi končal to Eurovizijo, čeprav sem bil potem še na zadnji izboru Eurovizije, takrat pa dejansko v bistvu se je že nekako začenjala tista vojna v Jugoslaviji, praktično bom rekel, prvo smo bili mi na vrsti, to se je zgodilo tisto leto, jaz sem pa takrat dobesedno in Helena Blagness bila kot predstavnika Slovenije za izbor Eurovizije, ki pa je bil v Sarajevu. Z njo si seksu s Heleno? Ne, nikoli, ne, ni moj tip ženske, tako da bom rekel, ne, niti v Sarajevu. Kako to misliš? Ne, bom rekel nikoli, niti ne. Ne, s Heleno bom rekel, sva čistko. Hotla pa je, ne? Ma mislim, da ne. Tudi ne? Mislim, da ne. A tudi ne? Ne. Okay. Ti, ampak dvakrat si bil pa na Emi, če se ne motim, ne? V 90-ih, ne? Si bil kaj jezen, da nisi zmagal? Ne, nismo imeli enostavno ta pravih pogojev, že takrat sem jaz razumel, da takrat, kadar ti imaš neko določeno stvar, kadar si pripravljen za to stvar, da je to tako zanimivo, da boš dejansko v bistvu lahko očaral ne vem koliko tisoč ljudi, ki so takrat glasovali. Tisto je bila možnost. Ampak nikoli Slovenci nismo bili razen takratnega pepela in kri v tej igri v stari Jugoslaviji, da bi dejansko v bistvu tisti ljudje, ki so bili tudi, bom rekel, in Bosanci, in Srbi, in Makedonci praktično, da bi prišlo do glasovanja in da bi se tebi to lahko zgodilo. Vedno je bila tukaj rivalstvo med Srbijo in Hrvaško. Ampak če smo si čisto iskreni, v tistem času so nekako oni tudi kreirali, kaj se bo vrtelo, na kak način se bo vrtelo in kako se bo vrtelo. Mi smo bili tukaj samo kot gostje, praktično vedno. Jaz dejansko, bom rekel, do tistega momenta sem mislil, biti dober tukaj je dovolj. Ni res. Takrat se je začela tukaj mogoče en delček politike, kako, kaj in na najboljši način prikazano, da ti bojo lahko financirali tudi tisti, ki to niso hoteli plačevati, ampak da dejansko bo izgledalo to veliko bogatstvo. Če pa gledamo zdaj Eurovizijo, pa dejansko v bistvu vidimo, kaj se dogaja parih let, da to dejansko v bistvu je ratala samo komercialna, najbolj donosna stvar. Čim več showtime. Takrat je bila Eurovizija, ampak v tistih mojih časih je dejansko v bistvu začelo ta zgodba pehati do današnjih dni, kar bom pa tudi rekel, jaz se zavedam, kaj je zdaj in tudi rad imam to praktično. Zdaj pa, če se še malo v zadnjem delu najnega pogovora, predno Anita domov pride, dotakneva te, bom rekel, slovenske scene, ne vem, ali rad o tem govoriš ali ne, recimo. Zelo rad. Mene lahko vprašaš, vse že prej sem ti rekel. Teh očitkov, ne, recimo, vem, da so en čas pop izvajalci so se pritoževali nad narodno-zabavnimi skupinami, da so jim ukradle šov, da so jim ukradle kruh, ker narodno-zabavna skupina po novem igra vse. Ne? Pop izvajalec pa ne bo igral Golice, pa ne bo igral na Roblek, pa ne bo igral ne vem stvari, tudi pa igra vse, igra to, igra pop, igra Čaleta Saleta, igra vse, razumeš? In so se pritoževali v eno obdobje te pop izvajalci, da so jim narodno-zabavčari pobrali posel, šov. Narodni zabavčari. No, vidiš, ne? In okay. da so tudi te diskoteke šle cogrun, da so samo še veselice in tako naprej. Zdaj mi samo nekaj povem. Ja. Ful dobro si razložil to, ali ti tudi hodiš to pogledati, pa dejansko vidiš to stanje, kaj se dogaja. Jaz? Med zabavčari in mogoče
pop glasbo. Mislim, naprimer, meni so jamrali, ne, Aha, okej. da so jim tati pobrali šov. Zdaj, Nisi pa nikoli bil prisoten, Ne. da si videl. Ne, da bi zdaj videl, recimo, da nekdo tam na licu mesta kaj počne. Mislim, jaz sem bil na parih koncertih, ampak Okej. da bi prav do, ne vem, da bi, ne vem, zmišljujem si zdaj, Vilja Resnika žvižgal, pa hotel Modrijane. Gor, Ne, ni res. Ne, V bistvu, tega nisem videl. ne. Modrijani Ja. so redki tukaj, ki dejansko v bistvu imajo svoj res en krog, niso tisti, kateri si jih ti tudi omenil. Ja, ja. Tudi jaz zdaj ne bom jih poimenoval, Ja. ampak par skupin, ki so fenomenalni glasbeniki, bom rekel, narodna glasba, naprimer govorimo tudi harmonika, pa vse skupaj to. V bistvu oni so vsi res dobro izšolani modeli, vse ti odpojejo, vse ti odigrajo, vse ono treto. Ampak njihova zvrst na teh velikih veselicah ni samo to, kar je, ampak je to ogromno, verjetno tudi mene, tudi verjetno Ja, mojih vse na igrajo. nebesa, pa vse Ja, skupaj seveda. vse skupaj igrajo. Ja. Ampak jaz nimam nič proti njim, zaradi enega preprostega razloga, ampak tvoje vprašanje ali pa tvoje takrat trditev, se v končni fazi, ful nas je malo, ki igramo dobesedno pravi pop glasbo. Naprimer, ne. Pop glasba že spet ni to komercialna. Vse sem tudi jaz igral, bom rekel, komercialno glasbo, pa tudi kdaj me odnese še v tisto. Ampak pop glasba je različna od same komercialne, bom rekel, popevkarske sklad. Mislim, da tukaj razen mene, Prestenjaka, Serčiča zdaj, Nina Pušlar, ampak oni so malo manj agresivni, kot sem jaz pri svoji glasbi. Vas ni, viš, no, torej vas ni. ne? Nas ni dosti, zaradi tega so, mogoče tudi smo jim dali priliko, da oni hodijo. Ampak mogoče vam jaz samo to srečo, da moj repertoar v 40 letih, imam harmoniko noter, mi smo začeli pop glasbo s harmoniko, takrat pa mi ni bilo prav, debela deklica. Torej si ti izvirni greh v bistvu. V bistvu nisem, Miro Tega Čekelič. sranja, Ja. čekališ, Čekališ. pidati mater, drugič danes, ne? On je izvirni greh te pizdarije, ne? V bistvu, ampak tukaj je Ja. samo ena cela končna točka, da enostavno nekateri lahko to delajo, ampak to so 2-3 sezone. Ne vem, kaj bodo oni delali. Ogromno od njih poznam, ko vprašam, da ni kaj pa je z njimi, ne igrajo več nič, ki jih noben več sem niti ne pridejo pa pokliče. novi. Ampak gledajte, vprašam, kaj pa poslušaš zdaj od teh narodno zabavnih, jaz se tu včasih oglasim na Facebooku, ampak me pol na križ prebijajo, ne? Pa jih pa kdaj rabim za kakšne zgodbe, seveda ne bojo prišli k meni, sem jim zameril, ampak te vprašam, besedila njihova si poslušal, da je od teh novih. Pa ja, sem, ampak se kaj niti- praviš na to? Ne vem, ne bom rekel, veš kaj, Ampak da te še drugače vprašam, komentarje oboževalcev, mladine od spodaj si preberi. Vem. Bravo, fanti, noro, super. takega ni. No, to mi, Ampak jaz to mi povej. Ja, povem to ti mi objasni na kot tak način. izkušen glasbenik. Tako, ampak jaz ti bom povedal, Ja. da mene to ne obremenjuje. Vem, da te ne ampak obremenjuje, vedno, ja. vedno pa se vprašam, čeprav je to drugačen stil. Res sem rad tak človek, bom rekel, Ja. to, kar se je meni zgodilo. Dej in prav, tudi če je primitivno, tudi če je ono, včasih, naprimer pa v današnjem času, primitivne stvari, ne znam ti zdaj, če me boš vprašal, kaj pa so za mene primitivne Ja, stvari, ja. ti ne bom znal opisati, ampak marsikaj, ki bi se zdaj samo sprehodila čez Slovensko Bistrico, pa pogledala ene par stvari, pa ti bom jaz rekel in ti boš meni rekel, a ja, to je to tako, naprimer, ne? In tudi v vsej tej celi zgodbi mi je samo ena velika, bom rekel, lepa stvar, da tudi slišim res hecne stvari, pa jaz za njih rečem, v redu so. Te stvari se nobena ne bo obdržala. Res moraš nekaj Samo tudi... ukradejo pa V plat bistvu- kvaliteti, ne, miš, da ne. Meni ne, meni Dobro, ne, tebi meni ne. po pravici povem, da ne, ampak ogromno kriterijev, pa že spet sem to porabil od tiste nesreče 26 Ja, let, ja. da reče, pa tudi te ljudje hodijo na koncerte, tudi samo moje ali pa Vilja, pa mene praktično, sprodala bova zelo vseh teh 5 praktično velikih športnih dvoran, ker noben niti ni razmislil, da to, ali pa razmišljal o tem, da lahko medva to razprodava praktično v parih dneh. Ampak ne govorim to. Ljudje, ki bodo prišli na koncerte, bojo slišali totalno drugačne stvari. Tudi če si greš samo na YouTube pogledati, naprimer, en posnetek iz, naprimer, prvega najnega koncerta, vse je pošlihtano. Band in design, v bistvu moj drugačen band, družinski band, z razširjeno praktično muskontersko ekipo, potem je light, potem je cela režija je narejena, kdaj se pojavlja, kdaj se odpreva, kdaj, ampak vse je rata potem že po drugem, tretjem komadu toliko normalno, toliko noro, da enostavno to je trenutni pop in mi je res pri srcu vse. Se pravi, če- To da pomeni, da Ja. vse tisto, kar delajo drugi okrog, ne da me ne zanima, ampak
ti ne odžira dejansko. V bistvu mi ne tvojega odžira, posla, če pa rečem tudi tako. strah mi ni zaradi tega, ker vedno nekako sem znal pot odpeljati. Če potegnemo črto glede tega, dejansko, če si ti dober, tudi v popu ali roku, tisti, ki ni dober, dejansko ne bo pobral šova, pa bodo ljudje še vedno tudi za tebe si vzeli V bistvu, čas. kdaj se to zgodi, ne rečem, da se zgodi, ampak na koncu potem vidiš, zakaj mi nastopamo, jaz bom rekel, to niso več veselice, to so moderne veselice, ki je ogromen oder, pripeljemo ogromno ozvočenje, mi igramo 2,5 ure praktično, zraven so ali dober DJ, ali mogoče tudi kakšen lokalni band, naprimer, ne? Ampak dostikrat se potem zgodi, zakaj je to že leta in leta, so to isti organizatorji, skoraj isti kraji, ki se še dodajo in hočejo imeti tebe z InDesignom praktično v zdajšnji povezavi. Naprimer. Ampak jaz bom tudi samo to rekel, da tudi v tem momentu, če lahko omenim, da tukaj res nisem sam, tukaj je cela ekipa, da ne govorim o svojem bendu. Takrat, ko sem nazadnje odhajal ven iz pop dizajna, sem odhajal na tako lep način, sem rekel, fantje, želim vam vso srečo in tisti, ki hočejo ali pa si želijo take muzike in takih dogodkov naprej, grejo lahko z mano, so zmeraj dobrodošli in tako se je tudi zgodilo. Pripeljal sem samo zraven, glede na to, da sem z Matjažem Blažičem, bom rekel, avtorja zadnjih 10 uspešnic, naprimer, novih uspešnic, naprimer, pa ne rabimo dati mnoga CD-ja ven, pa albuma, naprimer, mi je predlagal sina Maja, ki je vrhunski kitarist ratu v vseh teh letih in ratuje z dneva v dan, pripeljal še Miha Reclenga, ta boljših bobnarjev v tej državi, ker smo se združili z staro ekipo, klaviaturistom in basistom in s celo ekipo, tudi kar se tiče drugih ljudi, naprimer tukaj, smo ratali družina tak, ampak ta družina dejansko v bistvu se in zabava, ker pridemo na oder, je pa to ubijaj in se vrni nazaj praktično. Miran, kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Pa vedno, jaz dejansko v bistvu po nesreči vedno tudi mogoče takrat malo sem se zdržal, ker si tako lepo napoved naredil. V bistvu sem jaz že pripravljalo. Zakaj si nisi zjokal? Ne. Bi mogel še malo podaljšati, jasno. V bistvu niti ne, nekako kadar se pripravim v to, da ne bom. Mene dobesedno tudi tuje, bom rekel, ali pa drugačni, bom rekel, nepravične stvari, pa hudobe, pa ne vem kako bi jih lahko še nasel, me spravijo ob solze, naprimer. Ne? In enostavno, bom rekel, taki človek sem, ampak mogoče res to se vse začelo še nekako bolj stopnjevati po tej poškodbi glave, mogoče drugače razumem vse skupaj. To jaz res zahvaljujem se nekomu, zaradi tega imam dobro tetovažo tukaj, amen. Nekako nekdo mi je pustil, dal mi je še eno priložnost in to ne vem, ne bom rekel, nisem jaz zdaj ne vem kako veren, da bi pa zdaj govoril pa to, ampak nekaj vem, da obstaja okoli nas, naprimer, mogoče glih ne gledam zdaj to, da je to nebo tisto, ampak nekaj dobesedno je bil nekdo, ki mi je dal dobesedno še eno šanso. Miran, zdaj pa če zamenjamo ob koncu najni vlogi, da ti dam šanso, da me vprašaš 3 vprašanja, katerakoli želiš. Če nimaš nič, hvala Bogu, če pa imaš, pa streli. Okay. Pa bom kar se daj iskren poskušal biti. Bom, ja. No, izvoli. Povej mi, glede na to, Ja. Da si mi bil totalno utrgan človek, celo malo prej bi se te izognil, kot pa dejansko v bistvu, da bi se sploh družil s teboj. Mogoče prva tista oddaja, ki sem imel gosta, spremenil si se, zakaj? Pa ne, v bistvu, veš kaj je fora? Ne, da sem se spremenil, ampak to ni isti sistem zdaj, ne? A veš, ne? Se pravi, jaz znam ločiti, kdaj je kaj, ne? Da smo mi dva zdaj, ne vem, v oddaji Gartnerjev bordel, ki je ni več, bi te prošval, kakega imaš, fukim ga ven, koliko si jih pofukal, bla, bla, bla. Ampak mi dva nisva zdaj v Gartnerjem bordelu. Mi dva smo zdaj v podcastu, sicer nismo zdaj smrtno resna, se hecama, ampak ne gre tu, da sem se zdaj spremenil, ne? Ampak to je zdaj druga scena in znam ločiti, kdaj je kaj. Je pa nekaj res, ne? Kar pa imaš prav. Včasih sem vseeno mislil, da moraš vedno ti narediti nek škandal, neko pizdarijo. No, jaz se takšnega spomnim. Ja. Vidiš, se pravi, neki, ampak... To, kar sem ti zdaj nazadnje rekel, vidiš. Da bolj pomeni reklama z nekimi norimi stvarmi, ampak meni si se, bom rekel, zdaj si mi totalno drugače. No, ampak na dolgi rok ti škandali ti čist nič ne koristijo. Ne? V bistvu danes si mi tudi prikazal sem kot tak gospodič, naprimer, nisi mi nikoli predeloval tako. Veš kaj, žena tvoja me, sem
pol ure sem bil prej tukaj, kot tebe še ni bilo. Laže, kot pes. Ne, pustimo. In je rekla, isto lepo se obnašaj, da ne boš mojemu Miranu naredil sramote. To je edini razlog, zakaj sem. Ne, pa veš kaj, tako sem rekel, predstavljaj si, da bi jaz zdaj tu s tabo sedel, pa da bi bil nek klovn, ne? Kaj bi mi s tem naredila? Nisi, res nisi. Nič. Nisi, bom rekel, res si me prepričal. Nič Pa še nekaj moram, da te ne Ja. bom sprašal naprej še nekaj. No, daj. Zakaj nimaš tudi ti familije z otroci? Familije z otroci. Veš kaj, pa to fora mogoče, ne? Imel sem eno punco, ta dolgo 10 let, v tistih letih, ko vsi imajo otroke, ne? Tako ptič, če mu krila postrižeš, ne more nikoli več leteti. Ne? In ta punca ni želela imeti otrok. Ona prav osebno in jih še danes nima, ne? Pa se je poročila z drugim, pa tudi ni imela otrok. Celjanka. Okay. Ko da sem zamudil takrat ta rok, kako ne rečem, pizdarija za otroke, in vem, da moški lahko ima otroke tudi, ne vem, še kasneje, sam predstavljaj si, ne vem, zdaj, da narediš Jan otroka. Plestenjak bo imel zdaj, naprimer, ne pa tvojih let. Ni nujno, govori se, ni pa nujno, ga bom vprašal. Pa recimo, glej, Al Pacino, Robert De Niro pri 80 letih otroka, potem bo čez 10 let pa bo umrl. Pa tudi, če bi jaz recimo zdaj imel pri svojih 50-ih, čez 20 let mogoče bi me zgubil, malo pa vsem sem zdaj že na tisti meji, ko pa očitno, pa ne da mi to ni dano, če bi hotel, bi lahko imel, ampak vera sem to zamudil. Še eno vprašanje imam. Imam pa psa, ja. Vedno znova, izvoli. Ja. Rad imaš avtomobile? Avtomobile? Ja. Ali samo enega? V bistvu tega, ki ga imam zdaj, s katerim sem se pripeljal tu pred tvojo bajto, tega imam zelo rad. Ja, ker je mali, ker je črn, ker je pederski in je ustvarjen. V bistvu ni, glih zaradi tega sem hotel, že odgovoril. V bistvu rad imaš, ni ženski avto, ampak enostavno mislim, da tako, kot si se mi danes predstavil, pa to zelo paše k tebi. Veš, kaj sem pa opazil, ampak nočem zdaj, da se bi hvalil človek, ampak kar mi ni všeč, da je tako, predtem mislim, da sem imel enega Hyundaia, Coupeja sicer, mislim, da tudi njega se spomnim, da v Celju, vsi so mi pokazali, to je pa od Istoka praktično. To so ti pokazali. Točno so mi pokazali, mislim, tako malo, mičken spominček, ampak je nekaj cajta nazaj. No, ampak hočem reči, ugotovil sem, pa ne da sem si zdaj kupil nov avto zaradi tega, da bi se metal ven, ampak ugotovil sem, kar je tragično, da iz tistega avta, ko stopiš, da te ljudje začnejo gledati. Se pravi, ko se ti pripeleš, ne vem, z neko staro garo, ali pa z nekim novim Mercedesom, to je pa nekaj naredil. Še vedno je ena cena taka. Kar je žalostno, meni tudi, ja. Ampak očitno tako, ampak zdaj, ko se pripeljem s tem avtom svojim, pa ni zdaj to najboljši avto na svetu, pa tudi ni nov, imajo mnogi slabše, mislim boljši, ampak ta je pederski, tako sem ti rekel. Ni dobro, to ti rečeš. Ne rečem, ni tako rečem, ampak ni paše ti. Posebno glede na to, da to je fizionomija, pa v bistvu tako mi govoriš, pa tako vse skupaj, enostavno niti šele zdaj ga bom šel pogledat, ampak vem samo takrat, ko si prišel, je Anita rekla. No, vidiš, ne? V bistvu ti si mi omenil ta avto in da ti je pri srcu in da dejansko v bistvu ga boš verjetno zadržal do konca. Pa veš kaj, edini problem, da se pa sekstat not ne da, ker je pa premali. To pa res te nisem hotel vprašati. Ne, sam si ti povedal. Če bi me vprašal, to bi ti povedal. Miran, ob koncu ti moram pa zdaj čestitati za ta tvoj, dve stvari še malo predno končava. Najprej čestitke za ta tvoj dokumentarni film Amen. Malo sem raziskoval in mislim, da sem ugotovil, da Jan Plestenjak je imel še svoj dokumentarni film, ki mislim, da je enkrat v kino igral. Ampak tvoj dokumentarni film je pa edini od vseh slovenskih glasbenikov, ki mnogi imajo te dokumentarce, ki je pa dejansko imel eno pot v kinih, in to pa dejansko si edini naš pevec, ki je svoj dokumentarni film spravil v kina in dejansko... to brez plač. Viš, no, to bi zdaj še povej. In to dejansko pa ni mala stvar. Se pravi, spet si naredil, pa film je by the way, je vrhunski, Miro je noter tudi, vsi običajni osumljenci, no mene ni, to ti zamerim, ampak pustma. V naslednjem boš ne govori, pusti, ne govori. Skratka, kako ti je pa to zdaj ratalo, da si en dokumentarc o sebi dejansko spravil pa ti v kina, pazi, to pa ni kar neki spet, To je Michael Jackson naredil. Vse skupaj je vezano in poznanstvo, naprimer, ampak glede na to, da so hoteli ta film, bom rekel tudi, ne bom zdaj povedal kdo, ampak bom rekel kar močna, bom rekel firma za te naše kinodvorane, čeprav vemo, da kinodvorane verjetno, da res niso več tisto, kar so bile, tudi če zdali bo to slabše, vse skupaj.
ampak film Moj z imenom Amen je primeren za te stvari. Tako da takrat, kad smo delali prvo promocijo, naprimer vsega tega, nisem si tudi jaz pričakoval, da bo dejansko v bistvu res bil in odziv in sama gledanost, naprimer, potem sem pa jaz nekako rekel, če pa že nekako... Premiera je bila v kinu, ne? V bistvu, Prva. Ja, ja. Ampak to kar po parih krajih, naprimer, bom rekel kar po dosti krajih, naprimer, to je bil mesec marec in pa april, potem sem pa tako rekel, malo ga bom čuval za RTV Slovenijo, glede na to, da so mi oni ogromno pomagali pri tem. Ves arhiv sem dobil pri njih, jaz bom rekel, oni imajo toliko veliko skladišče teh arhivov, da si mislim, da sploh ne bojo hoteli iskati, pa so to naredili in oni so bili dejansko v bistvu prvi, katerim sem tudi ponudil in enostavno tudi na srednji termini praktično mi jih že dajo, naprimer, ampak da so mi dali 29. december, to je bila nedelja, ob 20 čez 5. uro, res jim še enkrat najlepša hvala. Enostavno bom rekel, nekako se vse skupaj vklopilo na ta način. Marsikdo mi je rekel, ne dajati predčasno tudi na svojo splet pa unotreto. Verjetno, da v tem letu bom prav izbral, ampak to je mogoče že spet kriva ta poškodba glave, da vedno nekako približno vem, kdaj bi bilo pa to prav. Ne rečem, da je to 100-krat pravilno, ampak 98-krat pa imam. Da boš dal na splet. Točno tako. Tako da si bojo pa res lahko tisti, ker marsikdo mi piše, pa zamudil sem pa samuno, pa nimamo tega televizora, da lahko zavrtiš. Mislim, da vse to si lahko pogledajo tudi RTV Slovenija, mislim, RTV Slovenija ima dejansko v bistvu 365, se reče, dejansko arhiv in se lahko pogledajo tudi, marsikoga bo to verjetno tudi zanimalo, glede na to, da tudi tisti ljudje, ki pa mogoče včasih ali pa prej te niso poznali, rečejo, zdaj pa mi je jasno vse praktično. Veš, kaj ti moraš vedeti, to ni sam dokumentarc o tebi, to je dejansko dokumentarc o slovenski muski, če gledaš. Ne? To je tudi obedve nesreče, tako lepo, ki so noter upisane, vse noter. Tako da ni to samo govor, v bistvu govor vseh 40, čeprav marsikdo mi učita, naprimer, da nisem pokazal niti eno familijo, niti ta drugo praktično, ampak mislim, da ta film je dobesedno vse, kar se tiče mojega posla in pa dogodkov, ki so bili sorodni ali pa dejansko v bistvu v tistem času so se zgodili tudi. Miran, ta duet, tvoj zadnji novi komad, seveda z Janom Plestenjakom, našim prijateljem, jaz ga tudi, Jana jaz izjemno spoštujem tudi, ne razumeš? Ker jaz sem saker na te balade, veš, te pop balade, ko on to zapoje, da ko bi ga jaz ubil, razumeš, ko bi zlomili srce, ko se spomnim nekih svojih zgodb in on točno v tem zapoje, razumeš, ne? Ampak ta vajn duet, se pravi, on vedno gre za eno leto, pa nazaj pride, ne? In je objavi, da bo nov komad in da boš ti zraven, ne? Zdaj pa razumeš, kak si bil zadovoljen, recimo, ko te je poklical, kaj je do tega prišlo, no? Da sta vidva prišla skupaj. Medva se poznava več kot 30 let, dostikrat je hodil, tudi ker je imel še punco praktično v Novi Gorici, dostikrat na obisk k meni, bom rekel tako, da so se kar praktično družila kar dosti, potem nesreča je naredila moja, tisto svoje so se malo dejansko bi so tudi rešila, ampak nekako 30 let so študirala, kaj bi naredila, kako bi naredila, potem pa me lanskega leta on en dan pokliče, mislim, da je bilo nočna ura, mislim, da je bil en špil, on zmeraj kliče na tisti številke, ki ne vidiš številke, pa mi pa napiše, pa me še enkrat pokliče, pa reče, imam nekaj novega, imam nekaj dobrega, me nude, da si pripravljen sodelovati, sem rekel, ok, mi boš pokazal, to so bili prvi dnevi lanskega po novem letu, in enostavno jaz sem slišal to vse, ponovadi je on avtor in teksta in muzike, meni je bilo v redu, ampak tako bom čisto po pravici povedal, nič kaj novega, nič kaj tašnega, ampak nekako videl sem se v tem noter in tudi to z njim naredil in zdaj kako je pa danes, jaz bom rekel tako, v redu, ampak le čas se je malo spremenil, tako da ni glih, bom rekel, toliko speven, da bi pa lahko bil to res kakšen hit, sem pa ponosen zaradi tega, ker sem glih to delal z njim. Kaj hit si bil, ne, Resnik, ko je komad napisal, ne, ta, kaj diham. A to, kaj mu on naredil komad? Ja, ta prvi ta comeback, veliki njegov, ko je pa začel dogajati, diham, ne. Nekaj podobnega. Ja, no, s tabo je pa naredil duet, ne, se pravi, šel si premagal Resnika, ne. Pa dobro, nisem niti. Ne, Vili, oprosti, pa pazi, Rudan ima s Plestenjakom duet, ti ga še nimaš, da tebe je samo komad napisal. Ne, veš, točno, ja. Ampak to mi še reči, no, mogoče v Sloveniji, ne, teh, kjer spoštuješ, upaš to, kaj izpostavi, koga boš pa se komu zameril, da rečeš, te so pa dobri. Ja, jaz se bojim, da bom koga lahko pozabil, mislim, boljše, da ne, ampak jih je kar ene par in oni tudi dobro, če nas bojo poslušali, pa če nas bojo gledali, naprimer, bojo točno vedeli, na koga to leti v seskem. Nas je
bom rekel, če sebe dam proč tukaj, ker ene parih je, naprimer, ki je res ogromno bi dali za to, tudi za to musko, glede na to, da smo Slovenci, glede na to, da imamo vsi radi polne športne dvorane ali pa zunanje stvari, naprimer, tudi, bom rekel, v današnjem cajtu je zelo težko narediti tudi, naprimer, kadar je, naprimer, Kranjska noč ali pa ne vem kaj. Na nekatere izvajalce, oni prijem, koliko pa je bilo, je pa ni bilo ne vem kaj, nekaterih je pa tukaj nabito polno, da rečejo, so mi bili gor na avtomobilu mi je en stav, naprimer, ne, ampak glih tukaj mi je všeč, da nekateri ljudje niso sami. Ali sem jaz z njimi, ali so oni z mano, jih je pa kar res ene par, jih je, žal pa mi jih je, da jih ni enostavno več. Ali pa mogoče ne gledajo do teh stvari več, kot gledam jaz, pa gledajo te, ki sem jih zelo tudi omenil, pa jih ne bom imensko omenil. Si ti zagotovilo za poln koncert? Če te kdo najame? Ali se vedno bojiš, da bo ne bo? Vedno. Ali si siguren? Vedno. Dobro vprašanje sem me vprašal. Nikoli nisem 100%, bil sem takrat, v Laurinem času sem bil fenomenalen. Zdaj se ti pa lahko nekatere stvari, pa tudi zgodilo se mi, če jih je bilo 10 nenormalnih, se je pa en zgodil, ampak že prej sem jaz pro vseh tistih 10 rekel, pa ne, pa sej bo, ampak ne bo. In vedno je bilo ubitač. Ampak tako moraš gledati in tak človek sem jaz. Tako do teh stvari moraš gledati. Nisi najboljši, nisi najbolj moderen, nisi ne vem kaj in se lahko vse skupaj tisto preklopi, da pa tudi bojo rekli ljudje, pa ga bomo pa šli gledati nekam drugam. Mehna smo Slovenija praktično. Zaradi tega bom rekel, tukaj ni, da bi bil res lahko 1A, in da bi lahko bil čist hladnokrvn, pa bi rekel, to pa lahko čist brez veze. Tak sem in tak bom vedno, tudi če bom mogoče še kdaj imel na hrbtu številko 1 kot glasbenik v tej državi. Ko se sprehodiš recimo tu po Slovenski Bistrici, kjer zdaj živiš, ko je ful mali kraj, ti težijo, moraš autograme delati, se derejo za tabo. Prvi si povem, da po moje ogromno ljudi sploh mislim niti ne ve, da sem jaz glih Bistričan, naprimer. Se nisi, jaz si zdaj pač priseljen. V bistvu sem priseljen. Ja. Enostavno se družim samo z nekimi prijatelji, ki smo tukaj Bistrice, ful se lepa ratala. Pa smo se izdala, da si tu, pa ne bi smela. Ne? V bistvu sem in nisem. V bistvu smo v Konicah. V Zrečah smo bila prej. Ampak bom rekel, sama Bistrica me je prepričala, ful novih stvari se je zgodilo, glede na to, da sem jo dostikrat obiskal, kadar je bila še tukaj diskoteka, kadar so bile kakšne žurke. Naprimer, Bistrica je res lep, izreden, miren kraj. 3 metre imamo do avtoceste, tako da smo lahko in pri tebi v Celju v 1, 2, 3 ali Ljubljana ali je Murska Sobota ali pa celo pobegnemo na obalo v tem trenutku. Kaj pa Anita tvoja se je navadila te tvoje slave ali gre na kurac? V bistvu niti ne gleda to na tak način. Ne gleda? Ne, niti ne gleda, tako da tudi ti ne znam povedati, kako je. Ali pa da te drugače vprašam, jo moti, da ni Anita, ampak je Ruda nova žena? Ne. Nikoli, on je čist tak svoj človek, naprimer, bom rekel, dokaj umirjena, dokaj vse stvari zna narediti na neverjeten način, to, kar le ženske znajo narediti. Je luž, ful je lužna, veš? V bistvu ja. Anitka je praktično... Hvala ti. Zaradi tega dobro, da sem bil jaz doma, ko si ti prišel, zaradi tega veš, bilo kakšne stvari se lahko zgodijo. Nikoli ne moram vedeti, ali si všeč ali pa nisi všeč. Ti si debatiral z njo o tej, bom rekel, stvari, da sva rekla, da prnajo to naredila. Jaz sem računal, da tebe ne bo. Vem, da si, ampak sem te zafrknil. Ona je rekla, 1 uro prej pridi isto. Smislo, kaj to pomeni, pa ti bil tu. V glavnem, Miran, mogoče res čist za na konec, predno se čisto res poslovima. Lej, kot vidim, si tudi strokovnjak za dolge zveze, za uspešni zakon, za uspešne zadeve. Kaj je recept tem mladim glasbenikom, zagnanim, pa tudi vsem ostalim mulcem, ki ne znajo tega? Kaj je recept? Poleg tega razdobro posli. Enkrat, posla je tukaj samo 1% vsega tistega, kar je nekaj druge. Mislim, govorim ti samo 1%, ne procent, je veliko več procentov, ampak če druge stvari... Ne, nisem ti rekel, ne znam ti povedati, koliko je v procentih, pa sem rekel, da je majhen procent vsega tistega, kar človek pričakuje od nekoga drugega, to pomeni ti od njega in on od tebe. Če so tukaj stvari ne poklapajo, tako bi mogle biti, ampak dostikrat se ne poklapajo. Lahko ta vides, naprimer, ali pa mogoče ta kemija reče, wow, ful mi je všeč, ampak lahko vidiš mogoče drugi dan, ali pa mogoče še s par let, zafrknil sem, ne gremo se tako. Pa niti so bile pa to drugačne, bom rekel, takrat formule nekako so se združile, medel so res 21 let razlike, ampak niti v sanjah nisem nikoli razmišljal, da imam pa jaz toliko mlajšo ženo, tudi rečem ženo zaradi tega, ker dvakrat sva dobesedno zafrknila poroko, ampak enkrat je bilo vreme, drugič pa ni bilo časa. Drugač pa ne, da medva ne bi hodila. Tretje gre rado. V bistvu tretje gre rado, ja. Ampak dejstvo je tukaj samo eno, da vse to, kar
Anita daje meni, dajem jaz njej. Ampak če ne bi bilo Anite, tudi vsega tega ne bi bilo z menoj kot blagovna znamka Miran Rudan in dizajn, ker v končni fazi tudi fantje, cela ekipa se je navadna na njo. Ona se dogovarja, ona se pogovarja, ona nas okara. Jaz sem se mogel z njo meniti. V bistvu ja. Imaš ti svoje škoda, da ne Instagrama, bomo ona meni ne odgovarja, bomo ne. zdaj tudi Ne, pokazati. rekla je, da noč ni rekel, da se ne pokaže, pa je rekla, nočem se kadati pred kamero. Eksplicitno je to mi rekla. Dobro. Ampak bom rekel, če ne bi bilo njo, ne bi cela stvar, bom rekel, prvo družinsko, drugo pa tudi poslovno laufalo na tak način, kot laufa. Zdaj pa ne bom rekel, da smo mi glih tisti najboljši, še so vzorci, ki bi lahko bilo boljše, ampak enostavno nekako družinska ekipa nekako ratuje nam. Ne? Smo kaj pozabili povedati? Mislim, da ne bojo takšni, kot so zdaj naprej, naj te gledajo, ker vedno prineseš nekaj novega. In da so debatirali zelo toliko cajta, brez da sva se ustavljali, pa mogoče pomislila, bom rekel, svaka ti čast, tudi ti ostani takšen, imel boš čez zdaj več gledalcev, glede na to, da te orang spremljam zadnje cajte, odkar si mi napovedal, da priješ se pogovarjati z mano. In ti moram reči, mislim, da v bistvu lahko ti še presežeš veliko bolj vsega tega, kar vidimo do zdaj in z moje strani čestitka. Miran Rudan, hvala lepa za tale čvek, za tole gostovanje v podcastu. Ostani še naprej Miran Rudan. Hvala. In to vse, kar ti bom rekel. Hvala lepa. Držite se tudi vi. Čau. Da se je posnel, pizda, čakaj.